Zakaj elitni piloti v wingsuitih še vedno umirajo? To niso začetniki. So najbolj nagrajeni piloti v tem športu. Imajo boljše obleke, boljše spremljanje vremena, Boljšo tehnologijo kot kdajkoli prej. torej oprema ni problem. Ta ekstremni šport ti da samo eno priložnost, da to izvedeš pravilno. In biti najboljši na svetu ti ne prinese druge priložnosti. 5. januar 2026. Red Bullov pilot v letalni obleki stoji nekje blizu vrha namizne gore. Cape Town. Obleko ima na sebi, očala dol. Ta šport pozna bolje kot skoraj kdorkoli drug na svetu. To je sono še en rutinski skok. Odrince. 33 dni kasneje, v francoskih Alpah, dvakratni svetovni prvak zre na Mont Blanc iz helikopterja na 16.000 čevljih. To je le še en vadbeni dan. Pripravljen? Pripravi se. Pojdi. On skoči. Oba moška sta bila na absolutnem vrhuncu svojih karier. Oba sta to storila že na stotinekrat prej. Kar se zgodi naslednje, presega vso logiko. Prva smrtna primera v letenju s krilno obleko leta 2026 sta skoraj neverjetni. Od premišljenega nezakonitega skoka na najbolj smrtonosni gori Južne Afrike do padalskega sistema, ki je kršil zakone fizike nad Mont Blancom. To so bili njuni zadnji poleti. Dobrodošli na skrajni rob. 5. januarja 2026. Catherine Smith je bila na pohodu s svojim 9-letnim sinom po soteski Platkli po Južni Afriki. Ko je zaslišala nekaj, kar je prihajalo od zgoraj, nekje višje po pobočju kot reaktivni motor ali nekaj podobnega, in postajalo je vse glasneje, strašljivo glasneje, vse okoli nje. Drugi pohodniki so bili razporejeni vzdolž iste poti, tudi zmedeni. Potem je začutila, kako se je zrak nad njeno glavo premaknil, kot da je nekaj ogromnega, pravkar šlo le nekaj centimetrov mimo njene glave. Potem, pak, slišala je en neverjetno glasen, strašljiv tresk in NATO tišina. 5 čevljev od mesta, kjer je stala s svojim sinom, eden najbolj odlikovanih letalcev v krilni obleki na svetu, je pravkar treščil v tla s hitrostjo 120 milj na uro. Njegovo ime je bilo Brendan Weinstein. Star je bil 32 let in zadnja oseba, za katero bi kdo pričakoval, da bo poskusila takšen skok. Brendan je bil predsednik Base Access, neprofitne organizacije, ki je bila v celoti zgrajena okoli ideje, da imajo base skoki pravico do obstoja. Organizacija je izobraževala skakalce o odgovornem vedenju in se borila za dostop do legalnih skakalnih mest. Več let je potoval in predaval, zagovarjal in se boril proti predstavi, da so base skakalci nepremišljeni adrenalinski odvisniki, ki jih posledice ne zanimajo. Vse njegovo javno življenje je temeljilo na trditvi, da je base jumping, če ga izvajaš odgovorno in previdno, varen. Letalski dosežki, ki jih je dosegal v več kot desetletju, so pomenili, da te trditve ni bilo mogoče zavrniti. Brendan je opravil več kot 1600 poletov s krilno obleko, več kot 800 base skokov in več kot 1000 padalskih skokov v svoji karieri. Njegovi poleti so bili tehnično tako briljantni, da jih je Red Bull predstavil po vsem svetu. GoPro, Weather Channel in MSN. Ta raven prepoznavnosti vas uvršča na zelo kratek seznam ljudi na planetu. Imel je ljubečo partnerko, ki je v celoti podpirala njegovo kariero v letenju. Imela sta celo sina. Bil je natanko tak človek, kakršnih je šport potreboval več. Dovolj spreten, da so ga jemali resno. Dovolj odgovoren, da so mu zaupali. In dovolj viden, da je bil pomemben. Zato je to, kar se je zgodilo 5. januarja 2026, tako težko razložiti. Tisti dan. Brendan je bil tisti dan nekje, kjer ga nihče, ki ga je poznal, ne bi pričakoval. Vozil se je z vzpenjačo na vrh namizne gore, Cape Town, Južna Afrika. V tej izpenjači je bila športna torba, ki jo je sumljivo stiskal. Bil je miren, a pozoren. Če bi operaterji vedeli, kaj ima pri sebi, bi ustavili kabino in ga takoj prosili, naj izstopi. Narodni park Namizna gora je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti na svetu. Pri višini 1088 metrov se dviga nad mestom Cape Town. In njegova ravna oblika je tako značilna, da se pojavlja na zastavi mesta Cape Town. Vsak dan se na vrh z vzpenjačo odpelje na tisoče turistov. Še tisoči drugih pa se povzpnejo po poteh na njegovih pobočjih. Družine, šolske skupine, mednarodni turisti. Soteska je vsako jutro zelo obiskana. Izvajanje base skokov v parku je popolnoma kategorično
in izrecno prepovedano. Obstajajo znaki, čuvaji in jasna pravila, ki to popolnoma prepovedujejo. Lokalna skupnost je to vedela, uprava parka je to uveljavljala. Toda to Brendana ni ustavilo. V tisti športni torbi, ki jo je previdno nosil, je imel skrbno skrito opremo za bejs skoke. Prišel je na vrh, izstopil in hodil 15 minut od postaje žičnice do kraja nad sotesko Platklip. Drugi turisti so bili že tam. Opazovali so ga, kako je postavljal svojo opremo. Nihče ga ni ustavil, nihče ni mogel. Ob 9 zjutraj Brendan je stopil na rob namizne gore in skočil. Za nekaj sekund je z lahkoto jadral, opazoval sotesko pod seboj, razprostrto v sijaju jutrnjega sonca. Bil je le navaden skok, le navadna gora. Vse je bilo popolno. In potem se je že zgodilo. Glej, base jumping v krilni obleki ni podoben nobenemu drugemu ekstremnemu športu na svetu. Seveda, zdi se, da je to res preprosto opisati. Navsezadnje so tole športniki, ki nosijo posebej oblikovano obleko s tkaninskimi paneli, napetimi med rokami in nogami. To njihovo telo spremeni v živo letalo, kar jim omogoča, da jadrajo po zraku in prepotujejo ogromne razdalje, preden odprejo padalo za pristanek. In ko deluje, je to resnično ena najbolj izjemnih stvari, ki jih človek lahko doživi. Tisti, ki letijo, temu pravijo, da je to najbližje, kot se človek lahko približa letenju brez pomoči. Toda ista lastnost, ki ga naredi tako vznemirljivega, ga naredi tudi tako neizprosnega. Pri običajnem padalstvu, kjer skočiš iz letala na približno 10.000 čevljev, naprimer, imaš približno 60 sekund prostega pada, da se prilagodiš, če gre kaj narobe. Imaš rezervno padalo za vsak slučaj. In imaš odprt zračni prostor, da se lahko popraviš. Pri base skakanju s krilno obliko, ko skočiš s nepremičnega objekta, čas ni tvoj zaveznik. Dobiš mogoče 4-5 sekund, preden udariš ob tla. Ni varnostne mreže in ne padeš samo skozi prazen prostor. Letiš skozi določen fizični prostor z zelo veliko hitrostjo, z vseh strani so skale, kar pomeni, da še preden stopiš na rob pečine, da bi skočil, moraš poznati tisto specifično goro, tisto specifično pobočje, način, kako se zrak obnaša, ko se premika čez tisto specifično skalno steno ob tistem specifičnem jutranjem času. Točna pot za letenje, točen trenutek, kdaj se začeti dvigati. Ne smeš zgrešiti niti najmanjše podrobnosti, ni druge priložnosti. Ko je Brendan prvih nekaj sekund letel, se je vse zdelo znano. In potem ga je nekaj potisnilo. Ne ravno veter, ne ravno turbulenca, ampak sila, ki je ni občutil na nobeni drugi gori, s katere je kdaj skočil. Potiskalo ga je nižje, kot bi smelo. Nižje, kot je načrtoval, nižje, kot bi sploh smel biti. Izgubljal je višino. Nisi mogel privoščiti, da bi izgubljal višino. Skale, ki naj bi bile daleč pod njim, so se hitro približevale. Glej, ravni vrh namizne gore ustvarja nekaj, kar so piloti, ki so že prej skočili tam, dobro poznali. Ko zrak zadene to ogromno ravno površino in se prevali čez rob, ne pade preprosto, naravnost, navzdol. Vrtinči se, zavije nazaj vase. Potisne telo skakalca v nepredvidene smeri. Lokalni base skakalci, ki so že prej leteli z te gore, so to vedeli. Vedeli so, kako to kompenzirati. Brendan tega ni vedel. In pri 120 miljah na uro, ko so se skale hitro približevale, ni bilo več časa za popravek. Pohodniki na soteski Platklip so ga slišali, preden so ga videli. Slišali so čuden zvok od zgore, ki je postajal glasnejši kot reaktivni motor pri pristajanju. In potem, bam! To je bil Brendan Weinstein, ki je treščil ob tla s 120 miljami na uro. Kot si lahko predstavljaš, udar človeškega telesa, ki pri hitrosti dirkalnega avtomobila zadene trda gorska tla, ni bil nič kaj lep. Brendan je treščil na tla, točno na sredini poti. Tako močno je udaril ob skale, da so njegove rdeče tekočine poškropile pohodnike, ki so stali naokoli. Eden od pohodnikov je moral steči iz poti, da ga Brendan ne bi zadel. Drug pohodnik je obstal na mestu, popolnoma osuplo nad svojo srečo. Za trenutek se je ustavil, da bi poklepetal s prijatelji. Če bi bil le 10 sekund prej malo hitrejši, Brendan bi zaletel van s polno hitrostjo. Tako blizu je bilo. V nekaj minutah
Iskalne in reševalne ekipe so bile obveščene in poslane na kraj dogodka v sotesko Platklip. Ekipe na terenu so se povzpele po strmi poti, medtem ko je helikopter službe Air Mercy Service priletel od zgoraj. Brendana so zlahka našli. Nujna oživljanja niso izvedli. To očitno ni bilo potrebno. Izleg trupla je bil opravljen skrbno in obzirno. Do 11:30 dopoldne njegovo telo so z letalom prepeljali zgore in ga predali južnoafriški policiji na bližnjem pristajališču. Celotna operacija, od trenutka, ko je skočil, do trenutka, ko je zapustil goro, je trajala manj kot 3 ure. Rane na njegovem obrazu so bile tako hude, da je bila potrebna formalna identifikacija z DNK, da so potrdili, da je bil res Brendan. Njegova družina je bila obveščena in kar naenkrat prvaka tega športa ni bilo več. Kar mi to zgodbo otežuje za razumevanje, je to, da skok, ki ga je Brendan izbral, ni nemogoč. Izhodišče nad sotesko Platklip je bilo v preteklosti že večkrat uspešno uporabljeno. Jeff Aleph, nekdanji južnoafriški padalec z globokim poznavanjem lokalne base skupnosti, je v intervjuju nekaj dni po nesreči potrdil, da ima to mesto svojo zgodovino. A Jeff je povedal še nekaj drugega, kar je bilo zelo zaskrbljujoče. Brendan pred skokom ni stopil v stik z nobenim od lokalnih base skakalcev iz Cape Towna. Prav oni so poznali točno to izhodišče, točno ta naklon, te specifične aerodinamične pogoje. Brendan preprosto ni prosil za pomoč. Samo odšel je naravnost na izhodišče. Kako lahko človek s 1600 poleti v wingsuitu, človek, ki je ta šport poznal do potankosti, ne opravi niti enega telefonskega klica, preden stopi čez rob? Nekateri bi temu rekli aroganca, a to ne zajame tega, kar se v resnici dogaja, v mislih nekoga, kot je Brendan Weinstein. Brendan je vedel, da ta skok preizkuša meje zakona. Morda zato ni nikogar poklical. V trenutku, ko opraviš ta klic, imaš pričo in priče stvari zapletajo. Tako je ista odločitev, ki ga je ohranila skritega, morda povzročila tudi to, da ni izvedel za tisto eno stvar, ki bi mu lahko rešila življenje. In lahko si samo predstavljate, s kakšnim razpoloženjem je skočil, saj je vedel, da krši zakon. Morda se mu je pred skokom v misli prikradel kanček strahu ali tesnobe. Ne morem si pomagati, da se ne bi spraševal. Če bi Brendan stopil v stik z lokalnimi skakalci, bi bil še vedno živ. Morda bi ga ustavili ali pa ga vsaj opozorili. Ne vem, kaj pa se zgodi, ko je priprava popolna, pa vseeno gre kaj narobe. To, kar se je zgodilo naslednjemu skakalcu, lahko ponudi še eno teorijo o tem, kaj se je zgodilo z Brendanom. 7. februarja 2026, Mont Blanc, Francoske Alpe. Če bi tistega jutra pogledali v nebo nad dolino Chamonix, bi se v grozi ustavili ob tem, kar se je dogajalo tam zgoraj. Videli bi moškega v krilni obleki, ki se strašno vrti izven nadzora. Premika se prehitro, veliko prehitro. Ime pilota je bilo Pierre Volnik. Star je bil 37 let in je bil dvakratni svetovni prvak v disciplini free fly. In bil je, po mnenju vseh v športu, ki so ga kdaj gledali leteti, eden najboljših pilotov v letalni obleki, kar jih je Francija kdaj imela. Ne pretiravam. Padalska disciplina, free fly, je najbolj tehnično zahtevna disciplina v tekmovalnem padalstvu. Predstavljajte si, da padate skozi nebo s hitrostjo 240 km/h. Ne naravnost navzdol kot kamen, ampak v vse smeri. Naprej, nazaj, stran, na glavo, medtem ko drugi športniki padajo tik ob vas. In vsi se premikate s to isto strašljivo hitrostjo, medtem ko poskušate ohranjati natančno formacijo. Vaše telo je vaše edino orodje. Ni joystika, ni volana, ni motorja. Samo vaše roke, vaše noge, vaš trup in sposobnost, da berete zračne tokove okoli sebe in popravljate v realnem času, še preden mine naslednja pol sekunde. To je kot bi poskušali urediti skupinsko fotografijo, medtem ko vsi padajo z zgradbe. Ni prostora za napake. Pierre je osvojil svetovno prvenstvo v disciplini free fly leta 2022. To je najvišji naslov v tem športu. In potem, če je kdo mislil, da je bilo to srečno leto, ga je osvojil še enkrat leta 2024, ko ni tekmoval. Pierre je delal kot videograf za francosko nacionalno padalsko zvezo in bil tudi inštruktor vetrnega tunela. Učil je telesno mehaniko, prostega padanja, resne športnike v nadzorovanih okoljih. Bil je član francoske ekipe, ki se je pripravljala na svetovno prvenstvo FAI leta 2026. Bil je v bistvu moški na vrhuncu svoje kariere, ki je imel še vse pred seboj. Skok, kot ga izvajal tistega februarskega jutra, naj bi bil nekaj povsem običajnega. In prvih nekaj sekund je bilo res tako. Nič posebnega. Njegov wingsuit se je napolnil z zrakom, njegovo telo se je umirilo v prostem padu.
Alpe pa so se pod njim razprostirale točno tako, kot vedno. Ko je dosegal želeno višino, je segel po ročaju padala in potegnil. Kar bi se moralo zgoditi, je preprosto. Pilotno padalo bi poletelo v zračni tok bi ga ujel in napolnil ter izvlekel glavno kupolo iz kontejnerja na njegovem hrbtu. Baldahin bi se razprl, ujel zrak in v 2 do 3 sekundah bi Pierre iz padanja 120 miljami na uro prešel graciozno lebdenje proti tlom. To je bil načrt, toda ko je Pierre potegnil, se ni zgodilo nič. Njegovo padalo preprosto ni odprlo. Pierre Volnik, dvakratni svetovni prvak in eden najbolj previdnih pilotov svoje generacije, je nemočno padal proti dolini spodaj in nihče, niti on, niti kdorkoli, ki je opazoval iz tistega helikopterja, ni mogel storiti ničesar. Piloti v krilnih oblekah imajo za takšne primere rezervno padalo. Ko glavno odpove, posežeš po rezervnem. Potegneš. In v 99,7% primerov se odpre. Ta številka ni teoretična, je rezultat desetletij inženiringa, testiranj in izpopolnjevanja. Rezervno padalo je, praktično gledano, zagotovilo. Če ga dosežeš in pravilno potegneš, preživiš. Torej, kar se zgodi naslednje, bi moralo biti preprosto. Pierre poseže po rezervnem, Pierre potegne, Pierre preživi. Razen 7. februarja 2026. Pierre je močno treščil ob tla v vasi Le Bassin, tik pod Mont Blancom. Rešelfejne službe so ga dosegle v nekaj minutah, vendar ni bilo mogoče ničesar storiti. Na kraju so ga razglasili za mrtvega. Nobeni izsledki preiskave niso bili objavljeni. Nihče natančno ne ve, kaj se je zgodilo med trenutkom, ko je Pierre odpovedal glavni padalo, in trenutkom, ko je treščil ob tla. Ali je dosegel rezervni padalo, ali ga je potegnil, ali bi se odprl, če bi ga? Uradni odgovor trenutno je tišina. Kar pri celotnem incidentu nima nobenega smisla je to, da je bil Pierre zadnja oseba, ki bi spustila pregled opreme ali malomarno spakirala svoj padalo. Njegovi sodelavci so povedali, da je 3-krat preveril vsak kos opreme, preden je skočil. Imel je na stotine poletov za sabo. Če je imel kdo v tem športu zaporedja za odpiranje rezervnega padala vtisnjeno v spomin, je bil to on. Kar se je zgodilo Pierru tam zgoraj, je najredkejše, najbolj neprijeten del tega športa. Ko padalo zatoji, je rezerva tvoja zadnja obrambna linija in deluje v 99,7% primerov. Ko je pravilno aktivirana, ti rezerva reši življenje. To je najbližje garanciji, kot jo dopušča fizika. A med padalci obstaja rek, oprema ne ve, kdo si. Preprosto, ali deluje, ali pa ne. Vsak padalec, ki je v tem športu dovolj dolgo, to na nek način razume. Se sprijazni s tem ali pa preneha skakati. Pierre je to vedel. Nekaj mesecev prej, oktobra, delil je video sebe in kolega padalca, kako lebdita nad mogočnim gorskim masivom, s pripisom. V njem je zapisal, da se zdi, kot da nas preveč jemlje to veliko skrivnost življenja za samoumevno. Do te mere, da niti ne postavljajo pod vprašaj narave izkušnje, vse do njenega samega konca. Ne vem, kaj je Pierre takrat mislil. Mislim, da niti on sam ni vedel, kaj je mislil. Toda športni psiholog, specializiran za ekstremne športnike, bi to takoj prepoznal. Dr. James Reinhardt je to poimenoval strokovna degradacija. Več skokov kot preživiš, bolj tvoj možgan začne obravnavati preživetje kot privzeti izid. Ne zato, ker bi tveganje izginilo, ampak ker so tvoji možgani preplavljeni z dokazi o tvojem preživetju. Posledično zgubiš svojo povečano previdnost in postaneš samozadovoljen. In nekje v tej vrzeli med dejanskim tveganjem in občutenim tveganjem, Pierre, svetovni prvak, je to napisal, da bi se opomnil, naj čuti tisto, za kar si večina ljudi nikoli ne vzame časa, da bi to zares občutila. Te besede zdaj zvenijo drugače. Pierre ni nikoli tretjič branil svojega naslova v prostem letenju. Star je bil 37 let. Sobota, 21. junij 2025. Profesionalni britanski prvak v wingsuitu, Liam Byrne, je stal na vrhu švicarskih Alp, pripravljen, da se udeleži svojega najbolj drznega poleta doslej. Na skoraj 8000 čevljev nadmorske višine mu je veter tulil v hrbet in sonce je osvetljevalo dolino pod njim. Globoko je vdihnil še zadnjič, preden se je pognal z roba gore. Po skoraj 4000 skokih je bil prvak, mojster tega športa. Nič ni nakazovalo, da bo ta dan kakorkoli drugačen, a vendar v nekaj minutah se je zgodilo nepredstavljivo. To je zgodba o tem, zakaj je prva smrt pri letenju s krilno obleko leta 2025 skoraj neverjetna. Liam Byrne se je rodil v Stovenhavenu, malo znanem kotičku Škotske, a to ga ni ustavilo, da ne bi živel vznemirljivega življenja. Medtem ko se mnogi izmed nas vsako jutro spotikamo v pisarno, zehajoč in hiteč po kavo, Liam je že zgodaj ugotovil, da to ni življenje, ki bi si ga želel.
Namesto tega Njegovo delovno mesto leži med oblaki. Dobesedno. Odraščal je na severovzhodni obali Škotske. Divja, neukročena narava mu je nudila popolno okolje za pustolovsko življenje. In to se je začelo zelo zgodaj. Njegov oče je bil nekdani komandosec kraljevih marincev, ki je vzbudil ljubezen do ekstremnega, kar je oblikovalo zgodnje življenje Liama. Pri 12 je že osvojil Kilimandžaro. In samo 2 leti kasneje je prepotoval več kot 500 km čez Norveško, Švedsko in Finsko s husky. Ti zgodnji dosežki so Liama zagotovo pripravili na življenje, v katerem premika meje. A kljub svoji ljubezni do gora je obstajalo eno področje, ki ga je želel osvojiti bolj kot karkoli drugega. Nebo. Kot otrok. Liam je pogosto govoril svojemu očetu, da sanja o tem, da bi se naučil leteti kot ptica. Čeprav je del njega vedel, da je to fizično nemogoče, so obstajajo načini, kako zaobiti pravila, kot bo Liam kmalu izvedel. Med pukom. Veliko časa je preživel tako, da je skozi okno opazoval ptice, ki so lahko odletele, kadarkoli so želele. Bolj ko jih je opazoval, bolj si je Liam želel takšne svobode. To je postala mladeničeva goreča želja in edino, na kar je mislil. Čeprav mu niso mogla zrasti krila kot ptici, Liam je odkril, da obstajajo tudi drugi načini za letenje in pri 14 je bil že licenciran jadralni padalec. Njegova fascinacija z nebom se tam ni ustavila. Samo 2 leti kasneje je opravil svoj prvi skok s padalom. Toda njegovo življenje se je zavedno spremenilo pri 18, ko je našel svojo pravo strast. Letenje s krilno obleko. Za tiste, ki ne vejo, kaj je to, gre v bistvu za... Liam je skakal z visokih točk, vključno z letali in gorami. Nosil je poseben kombinezon z opnastimi rokavi in membranami med rokami, telesom in nogami, kar mu je omogočalo, da je jadral skozi zrak. Če pa še vedno nimate občutka, da razumete, si predstavljajte to. Povprečen skok za Liama je pomenil, da se je povzpel na vrh gore, najraže na tisto z dolgimi, položno nagnjenimi grebeni. Ko je bil enkrat na vrhu, morda si je vzel trenutek, da je užival v razgledu, preden je skočil s previsa ali pečine. V nekaj sekundah se je obleka napolnila z zrakom in morda je vzkliknil od navdušenja, ko je drsel med pticami. Ta ekstremni šport mu je dal občutek, da je živ. Vsakič, ko je skočil, ko je preplavil občutek svobode. Bilo je, kot da je to iskal celo svoje življenje. In zdaj je bilo to na dosegu roke. Za Liama to je bil šport, ki ga je resnično ljubil in kjer se je počutil najbolj živega. Toda kot vemo, nas lahko stvari, ki jih imamo najraje, pogosto spravijo v težave. Leta 2022 Liam je dosegel svoj največji uspeh doslej. Postal je britanski prvak v letenju s krilno obleko in celo dosegel najvišjo hitrost v napredni kategoriji. To je bilo to. Vse, za kar je tako trdo delal. Liam je bil preplavljen s srečo in ponosno se je vrnil v svoje majhno domače mesto na Škotskem kot državni prvak. Toda čeprav je bil dosežek vsekakor nekaj, na kar je lahko ponosen, Liam, kot mnogi prvaki, je tudi poudaril, da ga je prav trdo delo pripeljalo sem. Za ta trenutek je preživel 1000 ur na treningih in postati britanski prvak je zagotovo pomenilo, da je bil vsak trening vreden truda. To ni bila le zmaga, to je bila odskočna deska, priložnost, da navdihne druge, za deljenje, za nadaljnje premikanje meja, da pomaga motivirati druge ljudi, ne samo iz majhnih mest na Škotskem, ampak po vsem svetu, da sledijo svoji strasti z vsem srcem. Na koncu, to je bil njegov način, kako povedati, da je vse mogoče. Nekoč je sanjal o letenju in zdaj je bil prvak neba. Liam pa ni dovolil, da bi mu ta impresivna zmaga stopila v glavo. Zmaga mu je sicer dala občutek, da uspešno obvladuje svojo veščino in premika meje mogočega, vsak skok pa je še vedno štel kot lekcijo. Če pa še vedno dvomite o njegovi predanosti letenju s krilno obleko, 5 let je živel v starem očetovem kombiju samo zato, da bi lahko ves svoj čas posvetil treningom in potovanjem na najboljše evropske lokacije za skoke s krilo obleko. Neverjetno potovanje Liama. Od majhnega otroka, ki je sanjal o letenju, do 24-letnega profesionalnega letalca v krilni obleki, so predstavili v dokumentarnem filmu, kjer je postal znan kot fant, ki je lahko letel. Do takrat Liam je imel za sabo skoraj 4000 skokov in njegova vedno večja samozavest ga je vodila k poskusom še drznejših izzivov. Toda v svetu ekstremnih športov, kjer je meja med vznemirjenjem in nevarnostjo izjemno tanka,
Nekateri ne morejo drugače, kot da sledijo sanjam, ki so tako nore, da določajo njihov sam obstoj. In 21. junija leta 2025 se je zgodilo. Liam je sodeloval pri skoku na skoraj 8000 čevljev nadmorske višine v švicarskih Alpah. Tega sončnega popoldneva, sredi evropskega poletja, so se Liam in še 2 letalca s krilno obleko povzpeli na vrh gore Glečen. Mnogi najboljši letalci s krilno obleko na svetu se zgrinjajo v ta delo srednje Švice, saj so strma pobočja gore popolna za jadranje in omogočajo jasno in večinoma neovirano pot do tal spodaj. Ko si enkrat na vrhu, Liamu se je odprl osupljiv razgled na kristalno modre vode Lucernskega jezera in živahno zelene doline. za trenutek. Morda se je celo nasmehnil, saj je vedel, da le redka dela na svetu lahko komu ponudijo tako čudovit razgled. Toda bil je tukaj z določenim ciljem in kmalu bo moral skočiti. Ko stojiš na robu pečine, Težko si je predstavljati, kako bi se lahko počutil. za večino izmed nas Ideja, da bi skočili z tako visoke pečine, bi nas napolnila s strahom in tesnobo. Ampak na ta način nismo tako zelo drugačni od Liama, ki je odkrito priznal, da se je pogosto počutil hkrati prestrašenega in vznemirjenega. V enem izmed intervjujev je rekel: ko se pripravljam, da grem na rob pečine in skočim, v moji glavi je glas, ki pravi: kaj pa delaš, človek? In potem drugi glas v moji glavi reče: To je tisto, o čemer si sanjal celo svoje življenje. To je tisto, k čemur je vse vodilo. to je tvoja usoda. In ta glas vedno zmaga. Kljub Liamovemu motivacijskemu govoru se morda še vedno sprašujete, zakaj bi kdo ukvarjal s tako norim športom. Mislim, obleči si majhen kombinezon in skočiti s pečine je za večino ljudi definicija norosti, vendar ne za Liama. Čeprav športi, kot je njegov, včasih veljajo za nevarne in tisti, ki jih trenirajo, so označeni zgolj kot nepremišljeni odvisniki od adrenalina, Liam se s tem ni strinjal. Pogosto izpostavljal plat športa, ki je ljudje niso videli. Naprimer to, da je več kot desetletje izpopolnjeval svoje veščine in vedno skrbno načrtoval vsak svoj skok. To je bilo ključno. V svetu neskončnega neba je bil nadzor njegovo sidro. Za tujce so morda menili, da je Liam neustrašen, ker je na koncu se nikoli ni bal. Ampak je veliko globlje od tega. Preprosto ni dovolil, da bi ga strah zadrževal. Za druge je živel tako, kot večina lahko le sanja. Ko je šlo za letenje v krilnem kombinezonu, to je bila njegova različica svobode. Tam se je počutil najbolj živega. Enkrat je rekel: Jaz sem verjetno tako daleč od brezglavega adrenalinskega odvisnika, kot je sploh mogoče. Priprava je bila vedno v središču vseh mojih izzivov. Bolj kot se pripravim, več nadzora imam. Prav ta miselnost je Liamu omogočila, da je postal eden najboljših letalcev v krilni obleki te generacije. In na to posebej sončno popoldne lanskega junija je bil tole še en običajen dan v službi. Še enkrat je preveril svojo opremo, da se je prepričal, da je vse na mestu, nato pa z globokim vdihom skočil je strani pečine, nato pa razširil roke in noge, da je obleka lahko opravila svoje delo. Za kratek trenutek Liam je bil spet v svojem elementu, ko je drsel skozi zrak. Pod njim so ležale bujne zelene doline švicarskih Alp. In ko je veter bičal njegov kombinezon, so vse njegove skrbi nenadoma postale oddaljen spomin. Bil je samo on in nebo. A žal, ta zgodba nima srečnega konca. To, kar vam bom povedal zdaj, je hkrati strašljivo in skrivnostno. Po vzletu so tisti, ki so bili z njim na gori, trdili, da je Liam zavil s predvidene poti in kmalu zatem se je znašel v resnih težavah. Čeprav so natančni dogodki, ki so sledili, zaviti v skrivnost, preiskovalci verjamejo, da je Liam izgubil nadzor nad svojo obleko, preden je trčil v skalni izrastek na približno 6900 čevljih. Povprečno letalci v krilnih oblekah potujejo s hitrostjo med 100 in 150 milj na uro, ali približno 160 do 240 km na uro. Če bi Liam vedel za nevarnost, ki mu preti, morda bi poskušal upočasniti in celo odpreti svoj padalo. A težko je z gotovostjo reči, kaj se je zgodilo. Vemo pa, da je trk pri tako velikih hitrostih recept za katastrofo. Liam ni preživel poškodb, ki jih je utrpel, in na kraju nesreče so ga razglasili za mrtvega. Po srce parajočem dogodku se je ljubiteljem tega športa zastavilo eno vprašanje. Kako se je lahko tako izkušen letalec v krilni obleki znašel v tako nevarni situaciji? Ali je imel kakšno okvaro s svojo obleko? Ali pa je bila za to kriva tveganost skoka? Pojavilo se je veliko teorij. Nekateri so celo namigovali, da je morda med padanjem doživel zdravstvene težave. A žal,
Edina oseba, ki bi lahko razjasnila, kaj se je v resnici zgodilo, je bila zdaj pokojna. Druga dva letalca v krilnih oblekah, ki sta tisti dan skočila z gore, sta trdila, da se je Liam pred skokom obnašal povsem normalno. To nas pripelje do vprašanja, ali se je Liam zavedal nevarne situacije, v kateri se je znašel v svojih zadnjih trenutkih. Morda tega nikoli ne bomo izvedeli. Lahko le ugibamo, kaj je čutil, ko je izgubil nadzor. Kmalu po njegovi smrti preiskavo sta začela švicarsko zvezno tožilstvo in državno tožilstvo kantona Uri, da bi poskušala ugotoviti, kaj je tistega dne šlo narobe. Kako lahko nekdo s toliko izkušnjami in ki se je vedno skrbno pripravil pred vsakim skokom, izgubi življenje na tako grozen način? Ali mislite, da je bil skok tvegan? In če je bil, zakaj? Kritiki so hitro začeli postavljati pod vprašaj varnost gore kot celote, trdili so, da je preveč nevarna za letalce v krilnih oblekah, saj jih lahko močni vetrovi hitro odpihnejo s poti. Drugi trdijo, da je gorski teren na splošno nevaren za športe te vrste, saj je težko pravilno oceniti razdaljo. Vendar pa desetine drugih znanih letalcev z jadralnimi oblekami, vključno z Novozelancem Clemom Newellom, so vstopili v ubran tej lokaciji in trdijo, da je popolnoma varno skočiti z nje. V enem izmed intervjujev je pojasnil, da je bil to eden najbolj zabavnih skokov, ki jih je kdaj izvedel. Ampak če ne gre za vprašanje varnosti, ali je bila Liamova smrt preprosto grozna nesreča. Smrti v ekstremnih športih zagotovo niso redke. Še posebej, smrti nekoliko manj izkušenih jadralcev v wingsuitih se dogajajo pogosteje, kot bi si večina predstavljala. Pravzaprav, že leta 2023 33-letna Američanka Kelly Alicia Turner je umrla v Braziliji med skokom z wingsuitom s Pedra dos Cabritos. Kelly je padla približno več kot 800 metrov, ali približno 792 metrov, potem ko ji je oprema odpovedala, kar je povzročilo smrtonosni trk. Tragično, svoj prvi base skok z wingsuitom je opravljala 2 dni pred nesrečo. Njena smrt je služila kot oster opomnik na izjemno nevarnost hitrega napredovanja v tako tveganem športu. Brez ustreznih izkušenj, kot je poskus skoka z jadralnim kombinezonom, še posebej z omejenimi predhodnimi izkušnjami z jadralnim kombinezonom, znatno poveča možnost napake in verjetnost smrtonosnega izida. 4 leta pred Kalijino srce parajočo nesrečo, 51-letni ameriški učenec letenja v wingsuitu, John Malmberg, je umrl v Lauterbrunnu v Švici med poletom z wingsuitom. John je imel precej več izkušenj kot Kelly, z več kot 140 base skoki in 300 padalskimi skoki za sabo. Sodeloval je na tečaju podjetja Learn to Base Jump, ko se je zgodila usodna nesreča. Vzrok za smrt Johna je bil pripisan prepočasnemu potegu pilotskega padala, kar je majhno padalo, ki sproži odprtje glavnega padala. Ironično, uporabljal je novo enodelno krilno obleko tipa trekking z izboljšano aerodinamiko in večjo gibljivostjo, namenjeno zmanjšanju smrti zaradi prepočasnega izvleka pilotskega padalca. Vendar pa, strokovnjaki so menili, da kljub napredni opremi skok v Lauterbrunnu je bil morda preveč zahteven za Johnovo raven spretnosti. To ponovno poudarja, kako pomembne so izkušnje v športu, kjer je lahko ena sama majhna napaka razlika med življenjem in smrtjo. Za mnoge njegova smrt poudarja stalna tveganja pri base skakanju s krilno obleko. Tudi ob večjih izobraževalnih možnostih in tehnološkem napredku opreme. Ako ponovno usmerimo svojo pozornost na Liama, razlika med njim in temi nesrečnimi žrtvami je v tem, da je imel veliko več izkušenj. Opravili je na tisoče več skokov kot Kelly in John skupaj. In podrobnosti vsakega skoka so bile obsesivno izračunane do najmanjših detajlov. Zato je tako neverjetno, da je tragično preminil junija letos. V videu smo jasno razložili, da Liamu ekstremni športi in letenje s krilno obleko niso bili tuji. Pravzaprav, to je bilo njegovo življenje. Svojo prezgodnjo smrtjo je šport izgubil ne le enega svojih najmlajših profesionalcev, ampak tudi enega svojih najboljših. Medtem ko se preiskava nadaljuje, nam lahko zagotovi nekaj informacij, ki bodo pojasnile, kaj se je tistega dne na gori v resnici zgodilo. Je šlo za okvaro njegove opreme? Ali je majhna napaka v presoji povzročila, da je naredil usodno napako? Ali je gora Glečen v osrednji Švici preprosto preveč nevarna za letalce s krilno obleko? Morda bodo s časoma ta vprašanja dobile odgovore. Obstaja pa tudi možnost, da morda nikoli ne bomo našli razrešitve. Kaj misliš, da je šlo narobe? Ko se ozremo nazaj na Liamovo življenje, lahko z gotovostjo rečemo, da je živel na način, o katerem večina izmed nas lahko samo sanja. Vsak dan je živel na polno.
Letelje med oblaki. In v tistih kratkih trenutkih, ko je lebdel med soncem in morjem, je bil resnično svoboden. Njegova zgodba ni samo o tem, kako se je končala, ampak o vsakem posameznem poletu, ki je bil pred tem. Vsak skok v neznano je bil način, kako je lovil svoje sanje. Liam je pogosto rekel, da ga je pisarniško delo strašilo veliko bolj kot strah pred smrtjo pri base skoku ali skoku s krilno obleko. Na ta način mislim, da lahko z gotovostjo rečemo, da je vsaj umrl med tem, ko je počel tisto, kar je resnično ljubil. Predstavljaj si, da skačeš s pečine. V trenutku te ovije oglušujoče bučanje vetra, ko letiš s hitrostjo 240 km/h. Svet pod teboj se zabriše v dih, jemajočo tapiserijo gozdov, rek in nazobčanih vrhov. Tvoje telo se upira sili vetra in v ušesih ti razbija srčni utrip. V mislih se pripravljaš na to, kako bo videti tvoj pristanek, če gre kaj hudo narobe. Prehiter si in tvoje padalo se ne odpira. Celotno telo je napeto in mišice ti trepetajo. Omotičen si od panike, medtem ko se tla hitro približujejo. In potem je samo tema. Morda bi rekel, da nikoli ne bi poskusil letenja s krilno obleko, vendar se nekateri ljudje ukvarjajo s takšnimi tveganimi dejavnostmi. Svoj odmerek adrenalina dobijo, ko letijo skozi zrak. In za ljudi na tem seznamu je bil to njihov zadnji. Ta video je pritegnil pozornost po vsem svetu, saj je ujel res izjemen podvig. 23. aprila leta 2014 Graham Dickinson, svetovno znani kanadski letalec v krilni obleki, je izvedel nezakonit in drzen base skok z gondole Whistler Peak to Peak. Na začetku videoposnetka, kjer se Graham pripravlja skočiti iz premikajoče se gondole, vse izgleda normalno v pustolovščini, ki pa ni bila nič kaj običajna. Svojo čeladno kamero, ki snema, je celo prigriznil nekaj na hitro Grahamu. Preden je odletel. Ni vedel, kakšno svetovno pozornost bo ta podvig pritegnil. Rožen leta 1988, Graham Dickinson se je hitro povzpel v ospredje sveta ekstremnih športov. Graham Dickinson je bil znan po premikanju meja pri letenju s krilno obleko in base skokih. Do svojega zadnjega poleta je zbral več kot 2250 base skokov, kar je kazalo na njegovo ogromno izkušenj in predanost športu. Tudi med drzneži v wingsuitih, Graham je bil znan kot posebej drzen in pogumen, kot je pokazal njegov nezakonit skok z gondole, ki je postal prava spletna senzacija. Njegov neustrašni duh in sposobnost izvajanja izjemno tveganih manevrov so priznale federacije za letenje z wingsuitom po vsem svetu. Preskočimo na 25. januar 2017. Dickinson je bil na Kitajskem, kjer je iskal nove izstopne točke za base skoke in treniral za prihajajoča tekmovanja. Tisti dan njegov cilj je bil poleteti skozi nebeška vrata, 400 čevljev, visoko naravno jamsko formacijo v Narodnem gozdnem parku gore Tianmin, Zhangjiajie, provinca Hunan. Let je zahteval natančen nadzor in izjemno spretnost, kar, kot sem že rekel, po čemer je bil Dickinson dobro znan. Ko je letel nedosupljivo pokrajino gore Tianmen, kamera je ujela njegovo brezhibno letalno pot. Vendar pa nekaj je šlo tragično narobe med njegovim spuščanjem. Kljub svojim izkušnjam, Dickinsonova pot leta se je odklonila, kar je povzročilo hiter in neobvladljiv spust. V enem trenutku, kar bi moral biti prelomni let, se je spremenilo v osmrtnico. Posnetek neposredno iz Dickinsonove perspektive ga prikazuje, kako nevarno leti blizu pečin. Ko je začel izgubljati nadzor, se je zgodilo najhujše. Trčil je v pečino, medtem ko je še vedno letel z veliko hitrostjo. Njegova kamera je ujela grozljiv trenutek tik pred trkom. Nato je posnetek potemnil. Telo Grahama Dickinsona je naslednji dan našla ekipa 40 reševalcev. Našli so ga popolnoma oblečenega in opremljenega, kar kaže, da se je na skok skrbno pripravil. Kljub skrbnemu načrtovanju in bogatim izkušnjam, ni mogel preprečiti usodne nesreče. Svetovna liga v wingsuit letenju, WWL, kjer je Dickinson tekmoval in osvojil številne nagrade, so na svoji Facebook strani objavili ganju poklon, ga opisali kot legendo v tem športu in pohvalili njegov prispevek k letenju v wingsuitu. Tako kot ostali v naši današnji epizodi, smrt Grahama Dickinsona ni bila le osebna tragedija, ampak tudi pretresljiv opomin na neločljivo povezana tveganja v ekstremnem športu letenja v wingsuitu. Letenje v wingsuitu, pogosto imenovano tudi birdman flying, je eden najbolj vznemirljivih, a hkrati tudi najbolj nevarnih ekstremnih športov. Vključuje nošenje posebej oblikovane obleke, ki ima tkaninska krila med rokami in nogami, kar letalcu omogoča drsenje skozi zrak.
Ta obleka preoblikuje človeško telo v aerodinamično obliko, kar omogoča vodoraven let pri visokih hitrostih. Krilni kombinezon je sestavljena iz kombinezona s tkaninskimi paneli, ki ustvarjajo površine podobne krilom med rokami, nogami in trupom. Ti krilni kombinezoni so izdelani iz trpežnih materialov, kot je najlon, in so zasnovani za izboljšanje stabilnosti ter nadzora med letom. Letalci nosijo tudi čelade, zaščitna očala in pogosto imajo pritrjene kamere, da posnamejo svoje lete. Zadnji in najpomembnejši kos opreme je padalo. Na koncu poleta v krilnem kombinezonu letalec odpre padalo, da upočasni in varno pristane. Padalski sistem, ki se uporablja pri letenju v krilnem kombinezonu, je podoben tistim, ki jih uporabljajo pri padalstvu, z glavnim padalom in rezervnim padalom v sili. Letenje v krilnem kombinezonu zahteva natančne gibe telesa za nadzor poti leta. Mejne prilagoditve položaja rok in nog lahko bistveno spremenijo smer in stabilnost leta. Letalci uporabljajo svoja telesa za krmiljenje, pospeševanje ali upočasnjevanje ter za uravnavanje višine. Trening za letenje z obleko s krili se običajno začne s padalstvom. Potencialni piloti obleke s krili morajo opraviti veliko število padalskih skokov, da obvladajo osnovne tehnike prostega pada in odpiranja padala, preden sploh lahko razmišljajo o nošenju obleke s krili. To usposabljanje zagotavlja, da se v zraku počutijo udobno in znajo ravnati v nujnih primerih. Privlačnost letenja z obleko s krili je v občutku letenja in osupljivih razgledih. Letalci doživljajo vznemirjenje drsanja pri visokih hitrostih, pogosto nad osupljivimi pokrajinami, kot so gore, gozdovi in dolin, vendar. To vznemirjenje prinaša precejšnja tveganja. Ena glavnih nevarnosti pri letenju v obleki s krili je bližina ovir. Veliko pilotov v obleki s krili se ukvarja z letenjem v bližini ovir, kjer letijo blizu pečin, dreves in drugih značilnosti terena. To doda dodatno plast vznemirjenja, vendar tudi poveča tveganje za trke. Drug pomemben dejavnik tveganja je odpiranje padala. Če se padalo odpre prepozno ali nepravilno, lahko to privede do katastrofalnih posledic. Tudi z ustreznim usposabljanjem in izkušnjami, nepredvidljiva narava pogojev lepenja lahko povzroči resne izzive. In kot nam Grahamova zgodba jasno pokaže, kljub naprednemu usposabljanju, obsežnim izkušnjam in temeljiti pripravi, so tudi najbolj izkušeni letalci ranljivi za usodne nesreče. Gora Chenman, kjer je padel Graham, je bila za pilote v krilnih oblekah zelo zaželena lokacija, znana po dih jemajoči pokrajini in zahtevnem terenu. Gora je že terjala življenje še enega letalca v krilni obleki, Mađar Viktor Kovač, leta 2023, kar samo dokazuje izjemno težavnost in tveganje, povezano z letenjem na tem območju. Veliko letalcev z letalno obleko odneha, ko spoznajo izjemne fizične in psihične zahteve tega športa. A za nekatere, en zadnji polet je lahko res zadnja stvar, ki jo naredijo živi. Violetta Roslin je bila izkušena švedsko-poljska letalka v wingsuitu, znana po svoji strasti in predanosti športu. Bila je navdušena base skakalka, odkar se je pri 19 letih začela ukvarjati s padalstvom. Base jumping je ekstremni šport, ki vključuje skakanje s padalom ali letenje z wingsuitom z nepremičnih objektov. Kratika base pomeni stavbe, buildings, antene, antennas, razpone, spans, mostove, bridges in zemljo, earth, pečin. Za razliko od tradicionalnega padalstva, ki vključuje skok iz letala, base skakalci skačejo z teh nepremičnih objektov, pogosto na nižjih višinah, kar jim pusti manj časa za odpiranje padal in znatno poveča tveganje. Ta šport zahteva natančno načrtovanje, natančno časovno usklajenost in globoko razumevanje upravljanja padala za premagovanje edinstvenih izzivov, ki jih predstavlja vsaka lokacija skoka. Violetta kot profesionalna base skakalka je izvedla stotine skokov po vsej Evropi in v Avstraliji, Nova Zelandija, Tajska in Združene države Amerike. Začela se je ukvarjati tudi s hojo po krilih letala, kjer je oseba pritrjena na krila dvokrivca. V intervjuju leta 2009 v Maleziji je izrazila svojo ljubezen do tega športa in povedala: "Tudi če se to, kar počnem, zdi vrtoglavo in strašljivo, obožujem to. Vsaka višina daje skakalcem drugačno vrsto vznemirjenja. Če bi moral izbrati najljubšo, bi izbral letenje s krilno obleko, ki sem ga doživel v Švici. Občutek sem imel, kot da letim s krili, pritrjenimi name. Ko ne iščem pustolovščin." Violetta je delala kot inšpektorica na naftnih ploščadih. Zdelo se je kot popolno življenje. In Violetta je načrtovala, da bo svoje pustolovske dni zaključila na veličasten način. Ni vedela, da bo to zadnja stvar, ki jo bo naredila živa. Bill je,
12. september 2012. Violeta, zdaj stara, 37 let, ko je zanosila, je prisegla, da bo opustila letenje s skrivno obleko. Ta ekstremni šport, ki ga je imela rada, zavedno, vendar šele po zadnjem obisku svojega najljubšega kraja za bejs skoke, Villa Ferrata v švicarskih gorah. S strmim padcem več kot 300 metrov je bilo to mesto blizu Stechelberga v Švici najljubši kraj za bejs skoke gospodične Roslin in ta skok je že večkrat uspešno izvedla. Potem, ko so trije ljudje že opravili svoje skoke, sta ona in gospod Domolovski domnevno skočila skupaj, verjetno sta nameravala proslaviti njen zadnji polet. Ko je jadrala nad osupljivo pokrajino švicarskih Alp, je moralo biti razborljivo to opazovati. A nekaj je šlo strašno narobe. Med njenim spuščanjem Violeta se je spuščala hitro, veliko hitreje, kot bi se smela. Njeno padalo se je zataknilo in njeni obupani poskusi, da bi ga odprla med padanjem skalne police, niso dali nobenih rezultatov. Njen partner je nemočno opazoval, kako je obupano poskušala sprožiti padalo. V svojih zadnjih trenutkih je spoznala, da ji ne bo uspelo in razširila roke, morda sprejela svojo usodo ali pa je poskušala zmanjšati poškodbe. A bilo je zaman. Ob trku je umrla na mestu. Violeta je bila 4 mesece noseča ob svoji smrti. In ta let je naj bi bil njen zadnji za dolgo časa. Morda celo zavedno. Pokloni so prihajali od drugih športnikov in oboževalcev po vsem svetu. Njena mati, Helena Zanjevska-Peterson, jo je prosila, naj preneha s skakanjem, potem ko je zanosila, vendar je Violeta vztrajala pri zadnjem skoku. Žal je letenje v krilnem kombinezonu šport, kjer ima lahko že najmanjša napaka usodne posledice. Vznemirjenje ob letenju skozi zrak, pogosto pri hitrostih, ki presegajo 190 km/h, prinaša stalno tveganje za nesreče. Nihče ni izvzet, niti oseba, ki namerava šport zavedno zapustiti. Tejns je 8. december 2012 in 2 pikici padeta z neba. Se prevračata in vrtita skozi zrak. Glava enega moškega omahne v modri čeladi, ko se mu odpre reševalno padalo. Drug moški se zruši na tla in zakriči: Nekdo me je udaril, nekdo me je udaril. Jasno poletno jutro je. Avtomobili brnijo po avtocesti Hume blizu Pictona. Nad njimi je popolno razdejanje zaradi smrtonosnega trka padalcev v zraku, za katerega verjamejo, da je prvi takšen v Avstraliji. Pusti 2 moška, da se divje vrtita proti zemlji. Nebo nad Wiltonom na jugozahodu Sydneyja so bili priča tej mračni in pretresljivi nesreči, ki je šla v zgodovino. Tistega usodnega dne Peter Farley se je pridružil skupini 17 padalcev za vikend poln navdušenja in letenja v krilnih oblekah. Vzleteli so z majhnim letalom Cessna. Vzpenjali so se do 14.000 čevljev nad Wiltonom. Skupino so sestavljali navdušenci iz Sydneyja, Melbourna in Brisbana, je prekipevala od navdušenja, vendar bi skok kmalu dobil usoden preobrat. 17 padalcev je nosilo predpisane padale in posebne kombinezone, ki imajo dodatno tkanino med nogami in rokami, da jim pomaga leteti naprej med padanjem. Kot človeški leteči veverički. Skok se je začel rutinsko, saj so padalci stopili iz letala v hitrem zaporedju, kot je bilo načrtovano. Peter in še en padalec v krilnem kombinezonu. Scott Hingardy sta bila zadnja, ki sta skočila. Hingardy, izkušen padalec z več kot 800 skoki, se je z letenjem v krilni obleki začel ukvarjati šele pred enim mesecem. Ko sta letela skozi nebo, je prišlo do nesreče, dobesedno. 39 sekund po skoku je brutalen udarec v Scottovo desno stran povzročil, da se je začel vrteti. Nisem mogel dihati, nisem mogel videti. Začel sem izgubljati zavest, pravi. Cela roka mi je začela mravlinčiti, od rame do prstov. Desne noge nisem mogel premakniti. Mislil sem, da imam zlomljen hrbet. Od takrat je posnetek gledal že tolikokrat, da zdaj ve, kaj se je zgodilo. Naredil sem en soček, gledal sem v tla in nenadoma sem gledal v nebo, nato pa spet v tla. Fotografija s Facebook strani Scotta Hingartyja prikazuje njegove modrice po tem, za kar zdaj ve, da je bilo trčenje v zraku s Petrom Farleyjem. Pobral sem se in poskušal odpreti svoj padalo. In nato sem se 3-krat plosko zavrtel v levo. Rekel sem si, Scott, že zdaj ne narediš nečesa, boš umrl. Res nisem prepričan, kako mu je uspelo, ampak odprl je padalo. Nekaj trenutkov kasneje je Hingarty priletel v pristajalno območje in kričal od bolečine. Desna stran njegovega telesa je bila polna globokih modric. Toda Peter Farley, za razliko od Scotta, ne bi preživel, da bi povedal svojo noro, divjo zgodbo. Trk v zraku ga je popolnoma onesvestil, kar je pomenilo, da ni mogel potegniti vrvice za odpiranje padala. Brez možnosti, da bi odprl svoje padalo, je padel hitro in močno.
In ko je Farlejevo mlahavo telo padalo z neba, se je njegovo rezervno padalo samodejno odprlo na 230 metrih. A vendar je bilo prepozno in premalo. Farley je bil popolnoma prepuščen usodi. Brez kakršnekoli zaščite pred udarcem je Farley trdo pristal na tleh, trčil v prekucnik na gradbišču ob avtocesti. Kolegi padalci in zaskrbljeni mimoidoči so pohiteli izvajati oživljanje. Vendar Farley ni imel utripa in imel je zlomljen vrat. Ali se je Farleju vrat zlomil ob trku v zraku ali ob pristanku, bo ugotovil mrliški oglednik. Svetovni rekorder v letenju s skrivno obleko in urgentni zdravnik Glenn Singelman pravi, da je vrat pri vsakem trku z veliko hitrostjo zelo ranljiv. Torej, kljub njihovim prizadevanjem, Peter Farley je bil na kraju razglašen za mrtvega. Zdaj je glede incidenta več opozorilnih znakov. Najprej. Preiskava je razkrila, da je bilo veliko skakalcev, vključno s Petrom Farleyjem, ni imelo zahtevane licence Avstralske padalske zveze, APF, kvalifikacije Starcrest za velike formacijske skoke. Ta kvalifikacija zagotavlja, da imajo udeleženci potrebne veščine in izkušnje za varno izvajanje skokov, v katerih sodeluje več kot 10 ljudi. Odsotnost teh kvalifikacij med udeleženci je bila resna kršitev varnostnih protokolov. Drugič. Organizacija skoka je bila postavljena pod vprašaj. Načrtovanje in izvedba tako velikega formacijskega skoka, še posebej z udeleženci različnih ravni izkušenj, zahtevata natančno pozornost do podrobnosti in strogo upoštevanje varnostnih smernic. Nezagotavljanje upoštevanja teh smernic je povzročilo nevarno situacijo, ki je na koncu privedla do Farleyjeve smrti. Tretjič. Opazno je primanjkovalo nadzora in kontrole. Izkušeni inštruktorji ali vodje skokov bi morali zagotoviti, da vsi udeleženci izpolnjujejo zahtevane varnostne standarde pred skokom. Pomanjkanje nadzora pri preverjanju kvalifikacij in morebitno spregledanje neskladja v izkušnjah med padalci je bistveno povečalo tveganje za nesrečo. Predvsem eden od drugih wingsuiterjev je kasneje policiji povedal, da je slišal, kako je Hingerty vprašal svojega učitelja wingsuita: "Do zdaj imam samo 3 skoke z wingsuitom. Ali je v redu, če grem na ta skok?" Na to vprašanje je odgovoril: "Brez skrbi, kolega, vse bo v redu." Kljub malomarnosti je preiskava nesreče zaključila, da je šlo za nesrečo, ki ni bila namerna in bi jo bilo mogoče preprečiti. Zoper nobeno od vpletenih oseb niso bile vložene kazenske obtožbe. Vendar pa so bili sprejeti pomembni upravni ukrepi za odpravo ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti. Avstralska padalska zveza, APF, suspendirala več inštruktorjev in organizatorjev skokov, za katere je bilo ugotovljeno, da so zanemarili svoje dolžnosti pri zagotavljanju varnosti in usposobljenosti udeležencev. APF je prav tako uvedla bolj standardizirane zahteve za usposabljanje in certificiranje inštruktorjev za letenje s krilno obleko in udeležence velikih formacijskih skokov. To je vključevalo celovito ponovno usposabljanje za vse certificirane inštruktorje, da bi zagotovili višji standard varnosti in odgovornosti pri prihodnjih skokih. To so seveda zelo dobri predpisi in varnostni ukrepi, namenjeni zaščiti dobrobiti vseh udeležencev ekstremnih športnih dejavnosti. Toda za Petra je bilo to premalo in prepozno. Zdaj sem prepričan, da je precej mikavno ugibati, kako bi se stvari odvijale, če bi bil Peter nekoliko bolj izkušen. Toda izkušnje ne ščitijo vedno pred nepredvidenim v ekstremnih športih. Naša naslednja zgodba vključuje moškega, ki kljub svojemu strokovnemu znanju, tako akademskemu kot ljubiteljskemu, v padalstvu in letenju s krilno obleko, se je znašel v nevarni situaciji, na katero ga nobena izkušnja ni mogla pripraviti. Jeffrey Robson je bil nadarjen južnoafriški letalec v krilni obleki. Doktorski kandidat na Švicarskem zvezdnem inštitutu za tehnologijo, Jeffrey je bil znan po svojem pionirskem delu na področju matematičnega modeliranja letenja s krilno obleko. Jeffrey Robson se je rodil v Bellevilleu, Cape Town, 24. januarja 1979. Svoje zgodnje izobraževanje je opravil na srednji šoli Bergliet. Nato je nadaljeval študij na univerzi Stellenbosch. Tu je zaključil študij strojništva in magistrski študij uporabne matematike. Njegova akademska pot se tam ni končala. Študij je nadaljeval na prestižnem Švicarskem zvezdnem inštitutu za tehnologijo v Zürichu, kjer se je lotil prelomnega doktorskega projekta o tem, kako deluje profil krila jadralnega kombinezona pri različnih hitrostih drsenja. Po končanem študiju
Jeffrey se je za kratek čas podal v finančni sektor v Londonu, kjer je izvajal statistične analize za Banko Tokija. Čeprav mu je to omogočalo preživetje, Jeffrey se je počutil ujetega, ni bil zadovoljen s svojim življenjem. Zato je svojo pozornost preusmeril v združevanje svoje akademske strokovnosti s svojo strastjo do ekstremnih športov. V tem obdobju je začel s padalstvom in base skoki. Sčasoma pa je napredoval do letenja z jadralnim kombinezonom. Jeffrey je združil svojo strast do letenja s svojim strokovnim znanjem iz znanosti in inženirstva. Natančno je izračunaval svoje letalne poti in pogosto testiral svoje modele v zraku. Po številnih uspešnih skokih s padalom, Jeffrey se je odločil, da je čas, da svojo strast do avanture in matematike dvigne na višjo raven. Za svoj usodni skok, Jeffrey je poskušal izvesti bližinski let s pečine na Duvelsklufu blizu Stellenboscha v Južni Afriki. To območje je znano po zahtevnem terenu, ki zahteva natančen nadzor in izjemno spretnost. In tako pridemo do 12. aprila 2010. Na dan incidenta, jutro je bilo jasno in hladno, ko je Jeffrey Robson, prijateljem znan kot Gio, in njegovi prijatelji so se pripravljali na zahteven pohod in base skok v razgibanih gorah blizu Stellenboscha. Skupina je začela svoj vzpon okoli 5:15 zjutraj. Gio, ki je imel edino čelno svetilko, je vodil pot. Tik pred 9. uro zjutraj so dosegli mesto, kjer so nameravali skočiti s pečine na Duvelsklufu med prelazom Hellschukter in Penjelom. Medtem ko sta se Lacey in O'Connor pripravljala na tradicionalni base skok s severne strani pečine, Robson si je nadel svojo krilno obleko. Ta vrsta obleke poveča površino telesa, kar omogoča uporabniku, da jadra skozi zrak na dolge razdalje. Gio, kot izkušen padalec in navdušen letalec s krilno obleko, je skrbno načrtoval ta let. Preizkušal je novo pot in hkrati testiral ideje iz svojega doktorskega študija. Njegove raziskave so vključevale zelo podrobne izračune o tem, kako letijo krilne obleke, pri čemer je uporabljal podatke iz GPS-a in senzorjev, ki merijo položaj, džibandže in okoljske pogoje, kot je zračni tlak. Ko so njegovi prijatelji opazovali, Gio je popolno skočil in se obrnil za 90 stopinj, da je sledil poti leta, ki jo je izračunal, ki naj bi ga popeljala čez greben. A kmalu zatem, ko je obletel vogal pečine, se je zaslišal glasen pok. Nekaj je šlo strašno narobe. Njegovi prijatelji so hitro ugotovili, da je situacija resna in poklicali na pomoč. Območje je bilo pretežko dostopno peš. Zato so poklicali helikopter zračne reševalne službe Rdečega križa. Žal, ko je pomoč prispela, Robson je že umrl, saj so bile njegove poškodbe prehude. Kljub svoji skrbni pripravi, nepričakovan sunek vetra je med letom spremenil Jeffreyevo smer. Ker ni mogel popraviti svoje poti, se je zaletel v stran grebena, kar je povzročilo smrtonosni trk. Ta dogodek je pokazal nepredvidljivo naravo letenja s krilno obleko, kjer lahko že najmanjše napačne ocene vodijo v katastrofo. Smrt Jeffreya je bila velika izguba tako za akademsko kot tudi za skupnost letalcev s krilno obleko. Globoko so ga spoštovali zaradi njegovih znanstvenih prispevkov in pustolovskega duha. Naša naslednja zgodba vključuje Marka Andrewsa, 65-letnega britanskega base skakalca, ki je tragično izgubil življenje 3. junija 2023 med skokom v krilni obleki v italijanskih Dolomitih. Kljub temu, da se je športa lotil pozno, Mark je bil znan po svojem neustrašnem duhu, saj je opravil več kot 600 skokov, čeprav je začel šele leta 2014. Kljub poznemu začetku v base skokih, Mark je hitro postal dobro znana osebnost v skupnosti. Redno je objavljal posnetke svojih skokov na družbenih omrežjih, kjer je prikazoval svoje drzne podvige po vsej Evropi, vključno z Norveško, Italijo in Rusijo. Mark je živel tudi v Moskvi in Bukarešti, kjer je prebival s svojo ženo. Kot upokojeni inženir je z izjemnim navdušenjem vzljubil adrenalinski življenjski slog base skakanja. Na dan njegovega usodnega skoka, Mark je skočil s Paganel, priljubljenega in zahtevnega izhodišča za base skoke blizu Trenta v Italiji. Nesreča se je zgodila v jasnem sobotnem jutru. Mark naj bi se po poročanju sam odpravil na kraj, da bi se pripravil na še en vznemirljiv skok. Po zadnjem predhodnem pregledu, Mark je skočil. Verjetno je v prvih nekaj sekundah občutil vznemirjanje skoka, ki mu je švigalo po žilah. Toda kljub njegovim bogatim izkušnjam, se je nekaj katastrofalno zalomilo. Ko je skočil, ga je močan sunek vetra presenetil, spremenil njegovo smer in ga nevarno približal skalni steni. Priče so ga opazovale, kako se trudi ponovno pridobiti nadzor. Vendar se je izkazalo, da je veter premočan. Ko je Mark hitro padal, se je zaletel v štrlečo skalno polico
zaradi česar je izgubil še več nadzora. V obupanem poskusu, da bi se stabiliziral, je poskušal odpreti svoje padalo. Na žalost, odprtje je bilo prepozno in še naprej se je premetaval po skalni steni. Trk s polico je že povzročil hude poškodbe in nadaljnji padec je pomenil, da je bilo možnosti za preživetje zelo malo. Markovo telo so videli, kako je nekontrolirano padalo po skalni steni in njegovo padalo se je odprlo le delno. Ko so prispeli reševalci, je bilo jasno, da trka ni preživel. Njegovo telo je prevzel helikopter gorske reševalne službe in ga kasneje prepeljal v bližnjo bolnišnico. Ironično, tragični dogodek se je zgodil blizu istega mesta, kjer je drug britanski bejs skakalec Dylan Morris Roberts je umrl natanko leto prej. Natančne okoliščine njegove smrti še vedno preiskujejo lokalni organi. Območje, kjer se je zgodila Markova nesreča, je znano po svoji zahtevnosti in velja za primerno le za strokovnjake. Saj je prvih 700 čevljev spusta še posebej nevarnih s skalnimi in drevesnimi policami, ki zahtevajo natančno navigacijo. Tudi izkušeni skakalci opozarjajo na zahtevne vetrovne razmere, ki povečujejo nevarnost. Toda smrt Marka Andrewsa kaže še eno tveganje, povezano z bejs skakanjem – nepredvidljivost okolja. Tudi najbolj izkušeni skakalci se lahko soočijo z nepredvidenimi izzivi, kot so nenadne spremembe vetra, ki lahko drastično spremenijo načrtovan skok. Ekstremni šport, kljub vsem previdnostnim ukrepom, ostaja smrtonosen zaradi neobvladljivih dejavnikov. Kot šport, bejs skoki so v zadnjih 20 letih terjali več kot 400 življenj. In kljub napredku v opremi in usposabljanju, nepredvidljiva narava tega športa pomeni, da se to število verjetno kmalu ne bo zmanjšalo. Markova smrt je oster opomnik na tanko mejo med vznemirjenjem in tragedijo v ekstremnih športih. Naša naslednja zgodba se osredotoča na Liu Ninga, 24-letnega kitajskega študenta, ki je tragično umrl med poletom v wingsuitu 12. maja 2020. Liu je bil izkušen letalec v wingsuitu, ki je sodeloval pri snemanju dokumentarnega filma v slikovitih gorah Zhangjiajie v provinci Hunan na Kitajskem. Tistega dne Liu in njen snemalec sta skočila iz helikopterja na višini 8000 čevljev. Ta posnetek prikazuje njenega skakalnega partnerja, ki obupano izkuša dati znak, naj se mu približa, ko je zašla s predvidene poti leta. Kljub njegovim prizadevanjem je Liu zašla s poti in hitro padala proti drevesni liniji. Ni uspela odpreti padala in je kmalu po skoku izginila iz vidnega polja. Takoj zatem se je začela obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali helikopterji, droni in domačini. V 3 ura Liujevo telo so našli v gostem grmičevju na nadmorski višini 900 metrov, približno 2100 metrov od mesta, kjer je skočila. Njeno padalo ni bilo odprto, kar kaže, da v zadnjih trenutkih ni uspela ponovno prevzeti nadzora. Novica o njeni smrti je pritegnila veliko pozornosti. Saj si je video, ki dokumentira njen zadnji skok, ogledalo vsaj 250 milijonov ljudi. To je bila ena prvih smrtnih nesreč kitajskega športnika v tem ekstremnem športu. Njena smrt je sprožila razpravo o pomenu upoštevanja letalnih poti in nujni potrebi po varnostni opremi, kot so GPS sledilniki. Med tako tveganimi dejavnostmi. Njena smrt je prav tako privedla do dodatnega nadzora nad športom na Kitajskem, ki ga že zdaj štejejo za luksuzno dejavnost zaradi visokih stroškov in obsežnega potrebnega treninga. Kljub Liuževim obsežnim izkušnjam, ta incident poudarja nepredvidljivo naravo letenja v obleki s krili in majhno toleranco za napake. Njena smrt je služila kot streznitveni opomnik na nevarnosti, ki so povezane z letenjem v obleki s krili, tudi za tiste z obsežnim usposabljanjem in strokovnim znanjem. Letenje v obleki s krili je v resnici varnejše, kot se morda zdi. Ne verjamete? Glejte do konca. Leta 2017 sta Fred Fugen in Vince Refet izvedla osupljiv podvig, ko sta skočila z gore Jungfrau v švicarskih Alpah in poletela v premikajoče se letalo Pilatus Porter. Ja. Potem je tu še italijanska legenda o letenju z obleko s krili. Robert Mancino, ki je leta 2015 uspešno poletel v obleki s krili med 2 poslovnima stavbama v Panama Cityju. Ugani, kje sem našel te neverjetne zgodbe? Tako je. Na spletnih straneh podjetij, ki so specializirana za doživetja z letenjem v obleki s krili.
A seveda, poleg divjega adrenalinskega navala in osupljivih razgledov, te spletne strani nikjer niso omenile temne plati letenja v obleki s krili. Za vsakega letalca, ki je drsel skozi oblake, obstaja veliko zgodb o tistih, ki se nikoli niso varno vrnili na tla. Pozabili boste na vznemirjanje rezanja zraka pri končni hitrosti, ko boste spoznali, kako hitro lahko gre kaj narobe. Ta video je pritegnil pozornost po vsem svetu, saj je ujel resnično osupljiv trenutek. 29. septembra 2016 Eric Dos Santos, izkušen pilot letalnega kombinezona, se je podal na tisto, kar naj bi bil rutinski let skozi francoske Alpe. Na začetku videa, kjer se Erik pripravlja na vzlet, je vse videti normalno, v pustolovščini, ki pa ni bila nič kaj običajna. S kamero na čeladi, ki je snemala, se je celo sproščeno poslovil z au revoir, preden je vzletel. Ne da bi se zavedal dramatičnega preobrata, ki ga bo doletel med letom. Na zvidenje. Ko je poletel nad zasnežene gore in ostre pečine, kamera je ujela spust, podoben vožnji z vlakcem smrti proti bujnemu zelenemu gozdu. Lepota prizora je bila očarljiva. Z Erikovo senco, ki je sledila njegovi poti spodaj, mirna, spokojna slika drznega plesa med človekom in naravo. Vendar pa, Le 51 sekund po vzletu, se je zgodba zasukala na srhljiv način. Erik je hitro in nepričakovano izgubil višino. V enem trenutku se je tisto, kar bi moral biti rutinski let, skoraj končalo z osmrtnico. Ta posnetek, neposredno iz Erikove perspektive, prikazuje, kako leti tik nad krošnjami dreves z osupljivo hitrostjo, več kot 90 milj na uro. Ko se Erik začne upočasnjevati, izgublja hitrost in višino, zgodi se najhujše. Trči v vrh drevesa, medtem ko še vedno leti z veliko hitrostjo. Njegova kamera ujame grozljiv trenutek tik pred trkom, preden zaslon potemi. Nekako je Erik čudežno preživel to srečanje. Vendar so bile posledice za njegovo telo hude. Padek mu je povzročil zlome leve lopatice, zgornjega dela leve rame, leve ključnice in 3 reber na levi strani. Imel je tudi podplut vrat, poškodovana jetra, poškodbe glave in več ureznin na glavi. Potreboval je celo hiperbarično komoro, da bi lažje okreval po poškodbah glave. Ampak kljub temu je imel neverjetno srečo, da je preživel nesrečo v wingsuitu pri polni hitrosti leta, ne da bi odprl padalo. Erik je šele druga oseba na svetu, za katero je znano, da je preživela tako uničujočo nesrečo. Letenje z wingsuitom, kot ga izvaja Erik, vključuje nošenje posebej oblikovane obleke, ki ima najlonske membrane razpete med rokami, nogami in telesom, s čimer se ustvarijo aerodinamične površine, ki letalcu omogočajo vodoravno drsanje skozi zrak in posnemajo graciozno letenje ptic ali netopirjev. Letenje v krilnem kombinezonu je še posebej priljubljeno med base jumperji, ki iščejo najčistejšo obliko letenja brez potrebe po letalu. Namesto tega se povzpnejo na visoke točke, kot so pečine ali visoke ploščadi, in skočijo neposredno v zrak. Ko so enkrat v zraku, nadzor njihove poti leta zahteva natančne gibe. Nežne spremembe položaja rok ali nog lahko bistveno spremenijo njihovo smer in stabilnost. Na koncu svojega leta letalci v krilnih oblekah odprejo majhen padalo, da varno pristanejo na tleh. Čeprav se to morda sliši preprosto, resnica je, da je tehnika upravljanja krilne obleke zelo zapletena in zahteva veliko spretnosti ter vaje. Veliko skakalcev težko obvlada nadzor nad letom, kar je ključno za varen let. Tudi izkušeni letalci se lahko soočajo z izzivi zaradi nepredvidljive narave športa, kjer imajo lahko majhne napake resne posledice. Ne zveni pretežko, ampak v resnici veliko potapljačev in base jumperjev je utrpelo poškodbe prav zato, ker niso znali upravljati takšnega krmiljenja. Ampak seveda, niso vse zgodbe o letenju v oblakih se končajo s čudežem, kot se je pri Eriku Dos Santosu. Leta 2018. Amy Jean St. Hilaire Adam, 27-letna elitna skakalka iz Kanade, je sodelovala v odprti seriji tekmovanj v letenju s krilno obleko. Tekmovanje privabja najboljše pilote krilnih oblek na svetu, ki si nadenejo visoko zmogljive krilne obleke in med seboj dirkajo po nebu. Tistega usodnega dne Amy Jean se je pomerila z drugim skakalcem, ko je med njima v zraku prišlo do
do katastrofalnega trčenja. Eden od gostiteljev tekmovanja se je spomnil, oba sta skočila in on ter drugi skakalec sta izgubila iz vida drug drugega. Sta imela trenutek nestabilnosti in sta trčila. Če bi šla mimo drug drugega na razdalji enega čevlja, bi se popolnoma zgrešila in ne bi bilo nobenega incidenta. To je bila le kombinacija različnih stvari in smole, ki je pripeljala do tega. Vse napačne stvari so se zgodile ravno ob napačnem času in na napačnem mestu. Trk ga je onesvestil. Ni mogel potegniti za vrvico na svojem padalu. Brez možnosti, da bi odprl svoje padalo, je padal s hitrostjo več kot 100 milj na uro. Strmoglavil je na streho hiše v okrožju Riverside, 70 milj vzhodno od Los Angelesa v Kaliforniji. Udar je bil uničujoč. Emma Jean, znan po več kot 1000 uspešnih skokih, spoštovana osebnost v svetu letenja s krilno obleko, slovel po svoji drznosti in spretnosti, že preminil. Glava mu je visela, veš, roke so visele, noge so visele. Imeli oblečeno krilno obleko, ampak veš, njegov reševalni padalo ali nekaj takega se je odprlo v zadnji sekundi, ampak on ni naredil ničesar, da bi to sprožil. Žal, ko gre med skokom kaj narobe, vsa ta spretnost, izkušnje, pretekli dosežki, vse to gre v nič. Glavna nevarnost pri letenju s krilno obleko je izguba nadzora. Ni nekaj, na kar bi se lahko res pripravili. Skakalci, ki se znajdejo v takem stanju, preživijo zgolj zaradi muhavosti vetrov, svoje okolice in nadmorske višine, pri kateri so izgubili nadzor. Letalci v krilnih oblekah na največji nadmorski višini običajno dosežejo hitrosti več kot 160 km/h. Pri teh hitrostih vsak trk s trdnim predmetom, naj bo to tla ali kakšna zgradba, je izjemno hud. Človeško telo ni zgrajeno tako, da bi prenesla udarce pri teh visokih hitrostih brez hudih poškodb ali smrtnega izida. Za Amy Jean trčenje v zraku, ki ga je onesvestilo, ga je spremenilo v letečega človeškega meteorja. Tudi če bi bil buden in pozoren, so bile možnosti za preživetje trka pri takšnih hitrostih že izjemno majhne. Vendar nezavesten ni imel nobene možnosti. V zelo dobesednem smislu. To trčenje je zapečatilo njegovo usodo. Bil je mrtev, še preden je padel na tla. In kar naenkrat, šport, ki temelji na adrenalinu in natančnosti, nas je spomnil, kako malo prostora pušča za napake. 27. julija 2018. Nebo nad Boulogne-sur-Mer, Francija, so bila priča tragični in nenavadni nesreči, ki je privedla do več sodnih primerov in dejanske obsodbe. Nicholas Galley pri 40 letih je bil izkušen skakalec v krilni obleki, čigar strast do nebeških pustolovščin je bila dobro znana v skupnosti ekstremnih športov. Tistega običajnega dne Nikolaj se je podal na to, kar naj bi bil še en razburljiv skok z višine. 14.000 čevljev. Nikolaj je skočil iz enomotornega letala Pilatus, kar je pogosta izbira za skakalce v krilnih oblekah. Skok se je začel rutinsko, ko sta on in še en padalec jadrala skozi zrak. Njune krilne obleke pa sta jima omogočali svobodo, da sta lahko drsela kot ptici. Nebo je bilo jasno in vse se je zdelo normalno, a vendar se je v le nekaj trenutkih odvila nenavadna in katastrofalna veriga dogodkov. Pilot letala Pilatus, ujet v naglico poteka skokov, je začel hitro spuščanje, da bi se vrnil po naslednjo skupino padalcev. Ob istem času Nikolaj pod vplivom adrenalina je začrtal pot, ki bi se usodno križala s spuščajočim se letalom. Prostrano nebo je nenadoma postalo utesnjeno prizorišče hude napake. Letalo s svojimi širokimi krili, ki so rezala skozi zrak, je bilo nevede na poti proti trku z Nikolajem. Ko je Nikolaj drsel navzdol, je bil pilot, ne da bi se zavedal bližine skakalca, nadaljeval s svojim spuščanjem. Samo 20 sekund. Po začetku skoka se je zgodilo nepredstavljivo. Nikolaj je trčil v letalo, iz katerega je pravkar skočil. Trk je bil brutalen in takojšen. Trčenje v krilo letala na taki višini in hitrosti je bilo za Nikolaja usodno v trenutku. In življenje je izgubil že ob samem trku. Zdaj obstaja več opozorilnih znakov glede incidenta. Najprej, pilot je letalo upravljal brez veljavne licence. Drugič, ni bilo predskakalnega sestanka s padalci, kar je bila verjetno napaka, ki je prispevala k usodni nesporazumu glede letalnih poti. Nazadnje je pilot domneval, da sta bila Nikolas in drugi padalec bolj južno, kot sta v resnici bila. Strašna nesreča je privedla do sodnega primera, kjer so tožilci kot glavni vzrok Gallyjeve smrti izpostavili napako pilota, trditev, ki ji je pilot oporekal.
Svoja dejanja je zagovarjal s trditvijo, da je Geli zašel s pričakovane letalne poti, na poti, na kateri ne bi smel biti. Mislim, da je bila moja letalna pot smiselna, je pilot povedal med sojenjem. in izrazil, da je bil dogodek sicer tragedija, se ni imel za krivega. Vendar je sodišče odločilo drugače. Kombinacija napake pilota in neveljavne licence je pomenila preveliko malomarnost, da bi jo lahko spregledali, in posledično je prejel 12-mesečno pogojno kazen zaradi uboja iz malomarnosti in mu je bilo za 1 leto prepovedano letenje. Najbolj grozljivo je, da je bil Nicolas le eden izmed 23 ljudi, ki so leta 2018 umrli pri base skokih. Da, prav ste slišali. 23. V povprečju To se morda zdi majhno število. Vendar, če upoštevate razmeroma majhno število ljudi, ki sodelujejo v tem ekstremnem športu, je stopnja smrtnosti zaskrbljujoče visoka. Zakaj torej ljudje zavestno prevzemajo takšno tveganje in se ukvarjajo s takšno dejavnostjo? Za nekatere je to zaradi adrenalina, ki ga prinaša premikanje meja varnosti. Vendar za Ulija Manuelija. Zanj je bilo to več kot le vznemirjenje ob prelisičenju smrti, saj je bil lahko vsak skok resnično njegov zadnji. Šlo je za premikanje meja mogočega pri človeškem letenju. Uli Manuele je bil znan po svoji izjemni spretnosti in natančnosti pri letenju v krilni obleki. Njegov pristop k športu je bil skoraj umetniški, saj je nenehno stremel k popolnosti svoje letalne poti in doseganju podvigov, ki si jih prej nihče ni upal poskusiti. V enem svojih najbolj dihjemajočih skokov, ujetih na video, Uli je leta 2014 poletel skozi 2 metra široko odprtino v jami v gori v Lauterbrunnu v Švici. Podvig, ki ni zahteval le izjemne pogumnosti, ampak tudi natančno načrtovanje in preciznost. Njegov manevrski prostor za napako je bil izjemno majhen in že najmanjša napačna presoja bi ga lahko brutalno pognal v steno na eni ali drugi strani jame. Ta skok, kot mnogi njegovi drugi, je bil posnet z njegovo GoPro kamero in je bil na YouTubeu ogledan več kot milijonkrat. Uli Manuele je prav tako uresničil še eno izmed svojih senzacionalnih sanj, da poleti skozi ognjeno obroč. S pomočjo nekaj prijateljev so odpeljali težko kovinsko napravo visoko v italijanske Alpe. Z malo improvizacije, pomožna ekipa je vse pripravila ravno, ko se je veter umiril, kar je Uliju omogočilo, da je poletel skozi goreči krog. Augusta 2016. Uli Manuel je bil v Dolomitih v Italiji pripravljen na enega svojih najbolj drznih poletov v wingsuitu. Izbral je posebej zahtevno pot, ki je vključevala let skozi ozko skalno formacijo. Znano je bilo, da je imel izjemne spretnosti in samozavest pri premagovanju nevarnega terena. Uli ni okleval. Skočil je svojega izhodišča, natančno in nadzorovano poletel, kot je to storil že več kot 60krat prej. Let je potekal brezhibno. Posneto s kamero GoPro, Uli je pokazal, zakaj so ga imeli za enega najboljših na svetu v letenju z wingsuitom. Bil je tik pred tem, da dokonča še en spektakularen skok. A potem, v trenutku, ki ti vzame sapo, je napačno presodil. Ta majhna napaka v presoji ga je pripeljala preblizu skalam. Izgubil je nadzor in preden je lahko odprl svoje padalo, Uli se je z veliko hitrostjo zaletel v goro. Bil je uničujoč trk in žal mu ni bilo mogoče preživeti. Izkazalo se je, da tudi profesionalni skakalci s krivno obleko niso imuni na nesreče, tudi če so že prej premikali meje in podirali rekorde. In kot dokaz je tu zgodba, ki se je leta 2022 zgodila Richardu Paucherju. Paucher je bil profesionalni inštruktor base skokov z več kot 20 leti izkušenj s padalstvom in več kot 14 leti izkušenj z base skoki. Od dolin Los Angelesa do gore Zhangjiajie na Kitajskem. Skočil je skoraj povsod. Celo so ustanovili podjetje za opremo in usposabljanje za base skoke, imenovano Apex Base, skupaj s svojo ženo, nekega sončnega dne, 7. januarja 2022. Paucher in njegov prijatelj sta odšla na priljubljeno točko za skakanje, znano kot Super Gorges v Moabu v Utahu, ki je znana po osupljivih razgledih na dolino Castle Valley in reko Colorado. To mesto je bilo priljubljeno med izkušenimi skakalci, zaradi zahtevnega terena in osupljive pokrajine. Načrt tistega dne je bil izvesti polet v bližini terena. Tehnika, ki jo uporabljajo izkušeni padalci, ki se jim običajni skoki zdijo preveč umirjeni. Ta tehnika je vključevala letenje čim bližje okoliškemu terenu, ko je sonce metalo dolge sence čez dolino
Povšer se je oblekel v opremo in svojo značilno samozavestjo skočil s pečine ter poletel proti razgibanemu terenu spodaj. Vendar pa Ni šlo vse po načrtih. Kaj točno se je tisti dan zgodilo s Povčerjem, še vedno ni jasno, saj oblasti niso razkrile podrobnosti javnosti. Vse, kar vemo, je, da je satelitska naprava za sporočanje, ki jo je imel pri sebi, zaznala udarec nekaj minut po njegovem skoku. In to je sprožilo nujni SOS klic oblastem. Počeredžev spremljevalec, ki je ostal na vrhu pečine, je prav tako aktiviral satelitsko sporočilno napravo in zaprosil za nujno pomoč. Oblasti so se takoj odzvale in v nadaljevanju iskano-reševalne akcije so ga kasneje našli na strmem gruščnatem pobočju približno 300 metrov pod točko skoka in približno 210 metrov nad reko Colorado. Kaj se je zgodilo temu izkušenemu skakalcu v njegovih zadnjih trenutkih, ne bomo nikoli izvedeli. Vemo le, da so Richarda po tistem skoku našli mrtvega in najverjetneje je trčil v skalo. A ravno ko misliš, da ne more postati še bolj nevarno, obstaja oblika letenja s krilno obleko, pri kateri leti skupina skupaj, ne pa posameznik sam. 23. aprila 2014. Svet ekstremnih športov je pretresla uničujoča tragedija, v kateri so bili udeleženi trije izmed njegovih najbolj izkušenih letalcev v krilnih oblekah. Dan Vickery, Ludovic Worth in Brian Drake. Trio, znani po svoji spretnosti, so se podali na zahtevno let v neposredni bližini terena iz helikopterja v slikoviti dolini Luhental v Švici. Njihov načrt je bil izvesti strm let tik nad grebenom. Manever, ki zahteva brezhibno izvedbo zaradi bližine terena. Nažalost, je prišlo do hude napačne presoje. Med njihovim spuščanjem so nameravali preleteti strm greben, ki bi jih popeljal v bolj primerno območje za pristanek. Nažalost, so napačno ocenili svojo smer leta. Skupina je na koncu krožila okoli grebena, kar jih je nepričakovano pripeljalo le do ravnega terena, brez primernih območij za varno pristajanje ali manevriranje. Nevaren položaj za letalce v krilnih oblekah, ki za ohranjanje vzgona in nadzora potrebujejo strmejše spuste. V obupanem poskusu, da bi popravili svojo smer, so ostro zavili levo in se usmerili proti delu bolj strmega spusta, ki ga je sprva zakrival greben. Tu je bila njihova usodna napaka. Nenadna sprememba smeri jih je prehitro pripeljala preblizu tar. Tragično, vsi trije letalci so napačno ocenili svojo višino in razdaljo do terena. Vickery in Drake sta bila malo več kot 9 metrov. Od tega, da bi dosegla varno pobočje, ko sta katastrofalno pristala, medtem ko je Worth zgrešil za le 3 metre. Udar je bil silovit in takojšen. Fixari in Worth sta na kraju nesreče izgubila življenje in Drake je 4 dni kasneje podlegel poškodbam. Tudi za šport, ki je znan po visoki stopni smrtnosti, novica o trojni smrti je pretresla celotno skupnost letalcev s krilno obleko. In vendar, kljub nevarnostim in streznjujočim opominom, kako neusmiljen je ta šport še naprej uspeva. Saj so navdušenci z vsega sveta nenehno privlačeni k vznemirjenju letenja, tudi ob resničnih tveganjih, da bo to zadnja stvar, ki jo bodo kdaj storili. Seveda v tem videu za vas sem zbral primere najbolj grozljivih poškodb in smrti pri letenju v wingsuitu. Opozoriti moram, da se smrtonosni incidenti zgodijo približno enkrat na 600 poletov pri base skokih z wingsuitom. To je bistveno bolj tvegano kot padalstvo, kjer je stopnja smrtnosti približno 5 na milijon skokov. Kaj pa trditev, da je letenje v obliki s krili varnejše, kot se zdi? No, da stvar postavimo v perspektivo, danes je lahko že vožnja z avtomobilom še bolj nevarna. Saj se ena od 147 prometnih nesreč konča s smrtnim izidom. Zanimivo je. Kljub visokim tveganjem letenje v krilnem kombinezonu navdušuje številne pustolovce. In seveda ti podatki izhajajo iz obsežnih študij in poročil o tem športu. Tla se hitro približujejo, kot ogromna usta, ki te želijo pogoltniti. Srce ti močno bije in komaj dihaš. Še zadnjič poskusiš z vrvico za padalo. Po številnih neuspelih poskusih v upanju načudeš, a nič se ne zgodi. Vse spodaj je meglica barv, ki se vsako sekundo približuje. Vidiš vsako podrobnost, vsako senco, ko te strah preplavi po celem telesu. Za trenutek zapreš oči in se zaveš, da je to. Zagrabi te panika, ko začutiš močan privlak gravitacije in tvoji zadnji trenutki ti nezadržno prihajajo naproti. To je groza trenutkov, ko gre pri letenju v wingsuitu kaj narobe. Letenje v wingsuitu je šport, kjer udeleženci drsijo skozi zrak, oblečeni v poseben kombinezon s tkanino pod rokami in nogami.
Ta kombinezon poveča površino telesa in deluje kot padalsko krilo, ki upočasni hitrost spuščanja. Da, kot Batman. In prav tako, kot je naredil Batman, let konča z odprtjem padala. Ampak niti Batman ni imel gladkega pristanka. V današnji epizodi obravnavamo 7 skokov v obliki s krili, ki so šli grozno narobe. Od padala, ki se ni hotelo odpreti, do tistega, ki se je odprlo prepozno, do trka v greben. Preden govorimo o grozljivih smrtih, ki jih povzroča letenje v obleki s krili, vam želim na hitro predstaviti padalski šport, ki je nekoliko manj nevaren. Base skoki. Pri base skokih udeleženci skačejo s fiksnih objektov s padali. Base je kratica za te fiksne objekte, s katerih lahko oseba skoči. Stavba, antena, most in zemlja. Od leta 2003 so številni base skakalci začeli nadgrajevati svoje pustolovščine z uporabo krilnih oblek in to je uvedlo wingsuit base. Ena najbolj znanih tragičnih zgodb base skakalcev je zgodba o Amber Bellows. Clayton Hoyt Butler in Amber Bellows sta bila par iz Salt Lake Cityja v Utahu in bila sta izkušena v base skokih. Clayton in Amber sta oboževala pustolovščine in želela sta si ustvariti kariero z base skoki. Najela sta celo filmskega ustvarjalca Josha Lloyda, da bi snemal njune skupne skoke in tako okrepila svoji profesionalni karieri. In po besedah Josha, Amber je imela visoke ambicije, da postane profesionalna base skakalka in jo je imenoval eno najboljših base skakalk na svetu. In bila je zagotovo na poti do uspeha, saj je bila med base skakalci občudovana in prepoznavna. Amber in Clayton sta se podala v nebo v adrenalinskem prostem padu z Buttermilk Tower, ki se nahaja zahodno od mesta Nowhere v Utahu. Podala sta se na velike mogočne pustolovščine, kot je Hellgate, Notch Peak, Gora Superior. Njihov božič leta 2013 ni bil le v znamenju tradicionalnega pire krompirja in purana. Pronovali so ga skokom iz Rock Canyona. Rock Canyon je ena najbolj izstopajočih formacij v Utahu, znan po svojih navpičnih stenah, ki se dvigajo visoko nad dnom kanjona, ki je običajno skalnato in neravno. Je tudi dom različnim rastlinskim vrstam, vključno z drevesi, grmičevjem in divjimi cvetlicami, ter prosto živečim živalim, kot so jeleni, zajci in ptice. Šport, ki je zanetil iskrico v njunih srcih, je zanetil tudi iskrico v njunem odnosu. Praznovala sta pridobitev poročnega dovoljenja 24. januarja 2014. In 2 tedna kasneje, v soboto 8. februarja, Amber Bellows in njen mož sta se odločila, da gresta korak dlje. Odločila sta se skočiti z gore Kinisava, 7276 čevljev dolga, zahtevna pot v jugozahodnem kotu Narodnega parka Zion. Ikonični Narodni park Zion leži na stičišču 3 glavnih ekosistemov: puščave Mojave, planote Colorado in velike kotline. To je pomenilo spektakularen razgled z najvišje pečine v parku. Narodni park Zion je poln ogromnih peščenjakovih pečin v krem barvi, roza in rdeče barve, ki se dvigajo v čudovito modro nebo. Če želite uživati v tem čudovitem razgledu, medtem ko razprete roke in se prepustite objemu narave, kdo sploh potrebuje medene tedne? No, vredno je omeniti, da je base skakanje v Narodnem parku Zion prepovedan. Ampak to ni ustavilo Amber in njenega sveže poročenega moža. Vedela sta, da je base skakanje tako ali tako tvegan šport. Amber je skočila prva, medtem ko je njen mož čakal za njo. Videti je bila čudovito, ko je lebdeča v zraku preletavala mogočno naravo in peščeni kanjon. Nenadoma je Clayton opazil, da se ženino padalo ni pravilno odprlo. Občutil je napetost in grozo zaradi nepravilnega poteka njenega skoka. Lahko si le predstavljamo grozo, ki jo je morala občutiti. Od trenutka svobode do trenutka, ko se je soočila s svojo temno usodo, je letela proti koncu. Clayton je skočil za njo, vendar je ni uspel pravočasno doseči. Ko je pristal na tleh, je ugotovil, da je prepozen. Ali pa je bil sonek prehiter in premočan. Clayton je stal sredi ničesar, zmeden. Moral je hoditi mimo njenega telesa še 2,5 ure, da bi poiskal pomoč. Ne morem si niti predstavljati, kaj se mu je pletlo po glavi. Uradnike je dosegel ob 18:30 in jih obvestil, da je njegova žena mrtva. Po navedbah uradnikov je bila naloga izvlek trupla in ne reševanje. In lokacija Ambrinega trupla je bila neznana na precej oddaljenem območju za zahtevnim terenom. So se odločili počakati do naslednjega jutra, da bi zmanjšali tveganje. Naslednje jutro, v nedeljo, ob 10. uri zjutraj,
Reševalne ekipe so s helikopterjem poiskale in našle Ambrino truplo. S pomočjo vrvi in škripcev so jo dvignili iz zahtevnega terena do bližnjega reševalnega vozila. Ambrina nesreča je bila prva smrt zaradi base jumpinga v parku in prisilila je oblasti, da so hitro opozorile na nevarnosti tega športa. Ambra je bila stara 28 let, ko je izgubila življenje. Nadzornik parka Jim Milestone je v izjavi povedal: "To je res zelo žalostno in naše sožalje izrekamo njeni družini in prijateljem. Base skoki so tako nevarni. Tudi za tiste, ki so izkušeni, kot je Amber Bellows. To je eden od razlogov, zakaj ni dovoljeno v parku." Njen snemalec Josh Lloyd je povedal: "Predstavljam športnike vseh vrst in še nikoli nisem naletel na tako grozno situacijo, kot je ta. Amber je verjetno ena najbolj pristnih oseb, kar sem jih kdaj poznal. Je tako lahkotna oseba in njen smeh je tako nalezljiv. Takih ljudi ne srečaš vsak dan." Če se vrnemo v čas pred Ambrino tragično nesrečo, prva krilna obleka je nastala leta 1930. Od takrat se je pojavilo več 10 različnih modelov, prenovljenih in razvitih. In tako kot pri vsakem športu so organizirana prvenstva in lige, ki nagrajujejo uspešne športnike. Ena izmed njih je World Wingsuit League, WWL, kjer se wingsuit letalci z vsega sveta potegujejo za medalje, pokale in denarno nagrado. Eden od teh letalcev je bil Viktor Kovac. Bil je 9. oktober 2023 na Kitajskem. Viktor je bil star 40 let, ko si je želel sodelovati na WWL in zastopati svojo državo, Madžarsko. Bil je 3-kratni madžarski državni prvak in je opravil več kot 700 skokov. In tako kot pri vsakem športu ali celo umetniškem nastopu, vedno treniraš in vadiš. In to je naredil Viktor. Skočil je ob 14:51 po lokalnem času. Predstavljaj si, da si za trenutek Viktor. Imaš krila in stojiš na visokem gorskem klifu na Kitajskem. Gledaš odtenke na nebu, ki jih je naslikalo mogočno sonce. Srce ti razbija kot noro. Pod teboj se dolina razprostira kot zelena preproga. S mehnimi posejenimi vasmi in vijugastimi rekami. Z naraščajočim adrenalinom v telesu globoko vdineš, razpreš svoje krila in skočiš. Občutek je vznemirljiv. Lebdiš v gladkem, prostem padu, medtem ko pustiš vetru, da te nosi kamor hoče. In te z neusmiljeno silo vleče proti zemlji. Vijačiš se, obračaš in vrtiš v gracioznem plesu z vetrom. Občutiš svobodo in nepremagljivost, si blizu pristajane točke in potegneš ročico, da odpreš padalo. A se ne zgodi nič. Grlo ti stisne strah in srce ti močno bije v prsih. Padalo vlečeš znova in znova, kolikor močno lahko. Panika prevzame tvoje celo telo in otrpneš, ko se ti tla nezadržno približujejo. To se je zgodilo z Viktorjem. Ljudje na polju so opazovali, kako je Viktor poskušal odpreti svoj padalo, a se nikoli ni odprlo. Priče so lahko le nemočno stale in izgubile izpred oči Kovaca, potem ko se njegovo padalo ni odprlo. V iskanji akciji je sodelovalo skoraj 200 gasilcev in policistov, ki jo je oviralo zahtevno terensko območje. Po poročanju agencije Xinhua. Naslednji dan reševalci so našli Viktorja Kovaca z razbito lobanjo ob vznožju 100-metrovskega 328 čevljev klifa v Narodnem gozdnem parku Tianshan Mountain v Zhangjiajieju. Red Bull World Wingsuit League je izdala izjavo, v kateri je zapisala: "Globoko smo užaloščeni zaradi smrti Viktorja Kovaca in naše misli in molitve so z njegovimi starši in prijatelji v teh težkih trenutkih. Vedno si ga bomo zapomnili po njegovi globoki strasti do življenja in njegovem pustolovskem duhu in v skupnosti letalcev s krilnimi oblekami bo vedno zelo pogrešan." Žal so tukaj, ker to radi počnejo in so strastni glede tega. In to je tisto, kar bi si Viktor želel. Organizacija je poudarila, da šport vključuje visoko tveganje in je dejala: "V zadnjih 3 letih smo tesno sodelovali z športniki glede varnostnih vprašanj, proizvajalci in drugimi strokovnjaki. Kljub temu, ko se najboljši na svetu na najvišji ravni pomerijo v kateremkoli športu, tveganja ostajajo." Ni vedel, da ne gre le za tekmovanje na najvišji ravni. Včasih je lahko tudi nastopanje v zabavnem programu na televiziji nevarno. Se spomniš otvoritvene slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2012, ko sta James Bond in kraljica skočila s helikopterja? No, kraljica v resnici ni skočila. Prav tako tudi Daniel Craig ni. To sta storila njuna kaskaderska dvojnika. In posebej želim govoriti o dvojnika za nevarne prizore Daniela Craiga, Mark Sutton. Mark Sutton se je rodil 13. aprila 1971 v Združenem kraljestvu. Bil je sin nekdanjega podguvernerja otoka Jersey. Izobraževal se je na Kraljevi vojaški akademiji Sandhurst.
kjer je osvojil meč časti, in decembra leta 1991 je postal častnik v 6. polku gurških strelcev kraljice Elizabete. Pogumno je služil kot častnik v vojski do leta 1995. Predvidevam, da je zato začel razvijati ljubezen do izvajanja vratolomi. Kaj misliš? Med enim od delov otvoritvene slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2012, Mark Sutton je bil kaskaderski dvojnik Jamesa Bonda na helikopterju skupaj s svojim prijateljem Garyjem Connerjem, ki je bil kraljičin dvojnik za ta del. S padalom sta skočila iz helikopterja nad olimpijskim stadionom. Ta prizor je bil in ostaja ena najbolj epskih olimpijskih slovesnosti vseh časov. Njegovo ime je postalo zelo dobro znano v skupnosti kaskaderjev. Avgusta 2013 Epic TV je povabil Mark Suttona in še 20 najboljših letalcev s skrivno obleko na 3-dnevni dogodek v Chamonix v Franciji, znan kot Helibase 74. Če ste navdušenec nad ekstremnimi športi kot jaz, ste verjetno zelo dobro seznanjeni s to Epic TV, saj se specializira za ekstremne športe. V zameno za video posnetke svojih letov je spletna stran zagotovila nastanitev in dostop do helikopterja. To res pokaže, kako je veliko letalcev s skrivno obleko pravih navdušencev, ki v zameno skoraj ničesar ne pričakujejo. Če upoštevate, da dobesedno tvegajo svoja življenja. 14. avgusta 2013 Mark je skočil skupaj s Tonyjem Uragalom v kratkem ogrevalnem letu blizu Legandotana. Let naj bi trajal približno 60 sekund. Mark je skočil iz helikopterja na 10.800 čevljev, potoval je s hitrostjo do 155 mil na uro. Njegov prosti pad je bil brezhiben in čudovito se je vrtel po nebu, kot ptica, ki pozna pot domov. To je trajalo le 20 sekund. Mark se je oddaljil od poti in trčil v gorski greben. Veš, kaj je najbolj frustrirajoče pri vseh teh nesrečah? To, da za nobeno od njih nisem mogel najti jasnega razloga. Ko obstaja razlog, imaš nekaj, čemur se lahko izogneš, bodi previden in bodi pripravljen. A žal so to povsem naključne nesreče. Reševalni helikopter je prispel kmalu potem, ko je Mark padel na tla, vendar je bil sunek premočan in na kraju nesreče so ga razglasili za mrtvega. Udar je bil tako močan, da je bilo za identifikacijo njegovega telesa potrebno DNK testiranje. In tiskovni predstavnik je izjavil, da ni imel nobene možnosti za preživetje trka. Med letom je bil Mark opremljen s padalom za pristanek, ostalo je neuporabljeno. Tiskovni predstavnik. Epic TV je Markovo smrt označil za nesrečo in je poudaril, da sta bila predtem izvedena 2 uspešna poleta z drugimi letalci v krilnem kombinezonu. Enako se je zgodilo na tekmovanju World Wingsuit League leta 2013. Medtem ko smo izgubili Viktorja, so 3 drugi letalci tisti dan uspešno opravili svoje poskusne skoke. Preprosto grožne nesreče. Markova smrt je veljala za veliko izgubo za skupnost letenja s krilnim kombinezonom, saj so ga imeli za enega najboljših na svetu. Njegovi kolegi so povedali, da je bila njegova smrt velika izguba za njegovo stroko in leteli so v njegovo čast in v čast njegovemu veseljem v življenju. Markova očaranost z razburljivimi podvigi se je morda razvila v času njegove službe v vojski, vendar pa z Mariom Richardom so se znaki pojavili veliko prej. Mario Richard se je rodil leta 1966 v Kanadi in njegovo zanimanje za skakanje se je začelo z otroškim navdušenjem nad padali in plastičnimi vojaki. Ko je imel 22 let, je opravil svoj prvi skok s padalom blizu mesta Quebec in lahko rečemo, da je bil obseden. Od padalca do poklicnega inštruktorja je rekel: delal sem karkoli, kar mi je omogočalo, da sem lahko skakal. Leta 1991 Richard je opravil svoj prvi base skok v zahodni Virginiji z mostu New River Gorge, ki je visok 875 čevljev. Bil je naraven talent. Kmalu zatem je začel zbirati base opremo, naučil se je šivati in izdelovati sisteme ter opremo za base skoke. In začel je skakati z vsega, kar je bilo dovolj visoko v njegovem domačem kraju. Spremljal je šport, kjerkoli je pridobil popularnost. Selo preselil se je na Florido, kjer je začel delati za Vertigo Base Outfitters. Kasneje, leta 2000, Richard se je s podjetjem preselil v Moab v Utahu. Moab je bil popolno igrišče za ta šport in takrat je bilo odkritih le nekaj skakalnih točk. Na svoji spletni strani je zapisal: ves ta kraj je bil naš, da ga odkrijemo. Zbiral je pustolovščine, kot da bi zbiral delce peska z obale. Richardov življenjepis je vključeval več kot 7000 skokov s padalom in 2000 base skokov. Torej, ko rečem, da je bil obseden, ne pretiravam. Richard se je zaljubil v drugo navdušenko nad pustolovščinami, Steph Davis. Ona je ameriška skalna plezalka, base skakalka, letalka v krilni obleki in eden vodilnih plezalcev na svetu.
Steph in Richard sta se poročila konec leta 2011 in skupaj vodila podjetje in poimenovala sta ga Moab Base Adventures. Juno podjetje je ponujalo skoke in usposabljanja za nove in izkušene skakalce, base, skoke in plezanje. Živela sta svoje sanje. Svoje skakalne pustolovščine sta odnesla tudi v Evropo. Na začetku avgusta 2023 Richard in Davis sta prispela v Trentino v Italiji. Naredila sta številne skoke, vključno s skoki z Trieste Towerja in z Monte Agnerja. 18. avgusta so se z žičnico odpeljali na Sas Pordoj, da bi Sas Pordoja izvedli polet s krilno obleko. Davis je uspešno skočil in Richard je sledil z več tisoč skoki za pasom. Zadev je pečino blizu stolpov, Piccolo Pordoj. Vendar pa, ko je šlo nekaj narobe med letom, mu nobeden od tisočih letov ni mogel pomagati. Richardova smrt je bila za Davisova uničujoča in razmišljala je, da bi vse opustila, ker se je že prej borila z depresijo. Davisova opisuje, da je vstopila v obdobje žalovanja, ko je razmišljala o tem, da bi si vzela življenje in sledila svojemu možu. Potrebovala je mesece pogovorov s prijatelji, ki so izgubili partnerje, da bi ugotovila, ali bo kdaj spet srečna. 4 mesece in pol kasneje, na Silvestrovo, se je v spomin na Richarda vrnila k letenju s krilno obleko. Skočila je s čepci Richardovega pepela v padalu in to jo je spomnilo, zakaj je sploh začela leteti. V svoji knjigi je zapisala: base skoki niso varni. Cestno kolesarjenje ni varno. Voziti avtomobile ni varno. Živeti ni varno. Torej, če je zaznava vrednosti ali koristi katerekoli dejavnosti osnovana na tem, ali bi jo lahko naredili popolnoma varno, je to nekako izgubljena bitka, ker bomo vsi umrli. To je verjetno koncept, ki mu sledijo vsi ekstremni športniki, vključno z naslednjim na našem današnjem seznamu, Alvaro Bulto. Morda ga poznate kot televizijskega voditelja španskega programa Así se hace se hace na mreži Discovery Max ali iz plesnega programa za slavne iz leta 2007 Mira quien baila, vendar je bil veliko več kot to. 13 let je režiral in vodil Frontera Limite, skrajna meja, oddajo o adrenalinskih športih. Alvaro Bulto je ikona v svetu ekstremnih športov. Svoje življenje je posvetil doživljanju intenzivnih čustev skozi pustolovščine, kot je prosti pad, padalstvo, rally, plavanje z belimi morskimi psi in motocross. Alvaro Bulto je bil eden prvih Špancev, ki je skupaj s svojimi tovariši znova poletel nad Antarktiko. Santi Carella in Tony Lopez, leta 2007. Uporabili so posebne obleke, da bi kljubovali 60 stopinjam pod ničlo in vse skupaj je bilo videti tako preprosto, da niso izgledali človeško. Izgledali so kot nepremagljivi superjunaki. Veste, to je bilo vse, kar je poznal celo svoje življenje. Alvaro se je rodil 11. junija 1962 v Barceloni, Španija. Njegov oče, Paco Bulto, je bil ustanovitelj tovarne motornih koles Montesa. Torej, bi bil presenečen, če bi ti povedal, da je začel voziti motor po cestah Barcelone, ko je imel 11 let. Živel je za avanturo. Leta 2013 je Alvaro izbral švicarske Alpe v Lauterbrunnen za base skok s krilnim kombinezonom. Na čudoviti visoki pečini je razprl svoja krila, skočil v navalu adrenalina in duksel z veliko hitrostjo. Kakšen razgled in kakšna svoboda. Lebdetu nad slikovito vasico Lauterbrunnen, polniti oči z osupljivimi slapovi in veličastno pokrajino. Kot izkušen base skakalec s krilnim kombinezonom je vedel, kdaj mora odpreti svoj padalo. In to je tudi storil. Vendar, padalo je imelo svojo voljo. Preprosto se ni odprlo, dokler ni bilo prepozno. To je povzročilo močan udarec ob trda tla. Alvaro je živel za avanturo in zaradi nje umrl pri 51 letih. V intervjujih pred svojo smrtjo je izjavil, da je doživel izkušnje, ki so ga napolnile s pozitivnostjo in mu pomagale skrbeti za svoj Leta 2023 je bil Jonathan Flores okronan za prvaka na tekmovanju World Wingsuit League na gori Tianmen v Zhangjiajieju na Kitajskem. Praznoval je z besedami: v mojem sportu ni olimpijskih medalj, ampak čutim, da sem si priboril zlato zase in za svojo državo, Kolumbijo. V Latinski Ameriki Jonathan je bil znan kot El Hombre Pájaro, ptičji mož. Eno leto prej, aprila 2012, je v enem skoku podaril 3 svetovne rekorde. Njegov polet je bil z najvišje višine, in sicer iz 37.265 čevljev iz letala pri -49 stopinjah Fahrenheita. Najdaljši polet s krilno obleko po preleteni razdalji 85.301,8 čevljev in najdaljši polet z obleko s krili v 9 minutah in 6 sekundah. Vse hkrati.
Da podreš svetovni rekord v čemerkoli, moraš vaditi več kot povprečen človek. Ali lahko uganeš, koliko skokov s padalom in base skokov je izvedel Jonathan? Ustavi video in napiši svoj odgovor v komentarje. Izvedel je več kot 4000 skokov s padalom in base skokov. Nadaljeval je s skakanjem in treningom, ker je oboževal občutek svobode, ki mu ga je prinašalo skakanje, ter doživljanje sveta z najvišje točke vse do tal. Julija 2015. Jonathan se je odločil trenirati za prihajajoče prvenstvo na Kitajskem. Jonathan in še dva druga športnika sta se odločila trenirati na čudoviti gori Engelberg, s skoki iz Titlisa v Švici. Spust v Engelberg ponuja edinstven pogled na ledenike, veličastne vrhove in bužne doline. 3. julija 2015. Jonathan si je nadel prototip dirkalne obleke in enako so storili tudi njegovi prijatelji. Stali so na gori Engelberg in se budrili pred tem poletom v troje, ki naj bi trajalo 8 do 10 sekund. Njegova dva prijatelja sta skočila prva, Jonathan pa jima je sledil. Varno so pristali, praznovali in čakali na Jonathana. A nikoli ni pristal. Jonathan je bil znan po svojem velikem nasmehu in optimističnem pristopu. Nevarnost nikoli ni bila povezana z njegovim značajem. Kmalu pred tem skokom, Jonathan je v intervjuju povedal: "Preden skočim, sem seveda živčen. Toda v trenutku, ko skočim, imam na obrazu največji nasmeh." Močno so upali in so počakali še nekaj sekund, vendar pri takem športu dodatna sekunda pomeni skrajno nevarnost. Načrtovali so cilj skoka od začetne točke do točke odskoka. Pot je bila jasna in ni bilo drugega mesta, kjer bi ga lahko našli, kot na dnu izstopne točke. Našli so ga, vendar prepozno. Njegovo telo so našli na dnu izstopne točke in domneva se, da ga je morda zajela turbulenca ali pa je obleka ovirala njegov izskok. V Jonathanovem primeru lahko samo ugibamo, ker ni bilo nobenih prič. Ko narediš ta skok, se lahko osredotočiš samo na eno stvar, na svoje preživetje. Ena napaka, pol sekunde nepazljivosti te lahko stane življenja. In če smo se kaj naučili o njegovem športu, je to, da je tveganje vedno dejavnik, tudi če je tvoja osredotočenost 100-odstotna. Športniki lahko naredijo le tisto, kar morajo narediti. Ostalo je usoda. Na primer, obstaja šport imenovan freebasing. Freebasing je mešanica prostega solo plezanja, kar pomeni plezanje brez pomoči vrvi, ampak s padalom za base skoke, pritrjenim na hrbet plezalca. Tako da, v primeru padca, plezalec lahko spremeni padec v base skok in preživi. Ampak po vseh imenih, ki sem jih do zdaj naštel, že veste, da preživetje ni vedno zagotovljeno. Pravzaprav je to precej redko. Ustvarjalec tega športa je pravzaprav zadnji na današnjem seznamu. Govorim o Dianu Potterju, legendarnem plezalcu prostega solo plezanja, hitrostnem plezalcu in base skakalcu. Predstavljajte si, da ste ustvarjalec neke vrste športa. Kakšne veščine mislite, da so potrebne pri takšni osebi? Kakšen način razmišljanja bi pripeljal človeka do tega, da izmisli tako ekstremen šport? Dean se je rodil leta 1972 in sam se je naučil plezati, ko je bil v 10. razredu v južnem New Hampshireu. Kot mnoge legende pred njim, kasneje je opustil fakulteto in sledil svoji strasti do plezanja. 6. avgusta 2008 je opravil prvi prosti base vzpon na Deep Blue Sea na severni steni Eigerja. To je zahtevna plezalna smer v švicarskih Alpah. Znana je po strmem tehničnem terenu in osupljivih razgledih. Ime Deep Blue Sea poudarja globoko temno-modro barvo severne stene Eigerja. Lednik, ki ga prekriva, mu je dal ime Morje ledu. Predstavljajte si, da plezate na takšno goro in poskušate zadržati navdušenje, ko se približujete vrhu, ter se upirati transu, ki ga lahko povzroči hipnotični učinek narave okoli vas. Predstavljajte si, da se prepustite zraku, zvonjem po snegu v nosu in oddaljenim hrumenjem ledenika v ušesih. To ni edina izjemna stvar, ki jo je naredil Dean. S hodži po traku ga je seznanil Charles Victor Tucker, tretji, ki je bil eden izmed prvih 3 ljudi, ki so prehodili trak na višini čez Lost Arrow Spire. Dean je opravil različne prehode po traku na višini brez varnostne vrvi, rezervna vrv ali celo padalo za base skoke. Nekatere od teh so vključevale vrvi, napete tudi do 3000 čevljev nad tlemi v Narodnem parku Yosemite. Deanov ni imel meja. Verjel je, da lahko vsakdo naredi karkoli, dobesedno vsakdo, vključno s svojim psom. Leta 2014 izdal je film, v katerem je s svojim psom skakal s padalom z visokih objektov. Film se je imenoval Ko psi letijo.
Eden njegovih najbolj nevarnih poskusov je bil polet v krilni obleki iz Taft Pointa nad dolino Yosemite. Poskus je vključeval prelet majhne zareze v skalnatem grebenu in to je pomenilo letenje skozi ozko vrzel ali prehod med dvema skalnjima formacijama. Ko je skočil z pečine, se je svet spodaj zdel, kot da se širi in pospešuje. Občutek prostega pada je bil intenziven, z vetrom, ki mu je švignil mimo ušes, in s tlemi, za katere se je zdelo, da se dvigajo proti njemu. Vrtel se je kot svobodna ptica med skalnatimi formacijami in uspešno pristal. Ko se je približeval tlom, je moral skakalec odpreti svoj padalo, da bi upočasnil svoj spust. Zadnji trenutki skoka so bili mešanica adrenalina in olajšanja, ko je varno pristal na določenem območju. Moje vprašanje je, če bi bili vi na njegovem mestu in bi ta čudovit, vznemirljiv poskus potekal varno, ali bi to naredili še enkrat. 16. maja 2015. Dean in njegov prijatelj Graham Hunt, ki je ta skok prav tako že izvedel, sta se odločila, da ga poskusita še enkrat. Ni bilo le nevarno, ampak tudi nezakonito. To je pomenilo, da je bilo vse v zvezi s skokom opravljeno na skrivaj, od priprav pa celo do dela dneva, ki so ga izbrali za skok. Dianova punca. Jen Rapp in njun pes sta se jima pridružila. Jen pa je ostala na mestu vzleta kot opazovalka. Potter si je iPhone pritrdil na zadnji del glave in pritisnil na snemanje, preden je skočil, da bi posnel Grahama za seboj in nad seboj. Na Potterjevem posnetku z iPhona ga je slišati, ko reče: "Si pripravljen?" In skočil je, kot je bilo načrtovano. Potter je načrtoval, da bo poletel skozi špranjo ali pa obšel greben, če ne bi imel dovolj višine. Imel je načrta A in B. Rapp je posnel fotografije Potterja med skokom. Tesno za njim pa je sledil Hunt in ju opazovala, kako izginjata iz njenega vidnega polja. Nekaj sekund po vzletu Rapp je zaslišal udarec, sekundo kasneje pa je zaslišal stok. Zakričala je v njihovo smer, upajoč, da so bili zvoki posledica odpiranja padal, ne pa trka tele sub tla. Preverila je telefon, da bi videla, ali je prejela običajno sporočilo od Potterja z besedo Warren, da bi jo pomiril, da je še enkrat preživel kljub majhnim možnostim. Toda tokrat sporočila grozljivo ni bilo. Tekla je naokoli in jih iskala, a brez uspeha. Vrnil se je v Deanovo hišo, ki je bila zelo blizu, in našel Grahamovo dekle, ki je začutila nevarnost. Obe dekleti sta šli v stanovanje Mikea Gauthiera, šefa osebja Yosemiteja in prijatelja Potterja. Rappove fotografije so pokazale Grahama, kako leti levo, nato desno, nato levo in na koncu močno zavije desno. Mike je poslal ekipo, da je celo noč iskala oba moška, vendar ni bilo nobene sledi v njiju. Naslednje jutro je posadka helikopterja naletela na srce parajoč prizor. Njuni trupli. Ko so Potterjev iPhone popravili, video je pokazal, da je bil kakšnih 30 do 60 cm nad tlemi, tik preden se je posnetek ustavil. Preiskovalci so opazili, da je bil Graham Hunt morda moten zaradi telefonskih klicev in sporočil, ki jih je poskušal opraviti tik pred skokom, in da je Potter morda videl, kako je njegov partner udaril ob tla. Potter pa je ob tem trznil, ali pa je preprosto napačno ocenil svojo višino nad tlemi. Smrti Potterja in Grahama sta skupno število smrtnih žrtev pri skokih base v ameriških narodnih parkih leta 2015 povečali na 5. Graham Hunt je delal kot gasilec in mizar, med drugim pa je opravljal tudi različna kratkoročna dela. Bil je skromen človek, znan po tem, da je dajal velike, iskrene objeme, bral knjigotrokom in peljal lokalne otroke na balvansko plezanje. Njegov prijatelj je rekel, vsakemu se je popolnoma posvetil, ne glede na to, kdo je bil. Vsi ljudje na današnjem seznamu so živeli za vznemirjanje skoka. Poznali so tveganja in vsak dan živeli, kot da je zadnji. Ko se spominjamo Potterja, Grahama in vseh tistih, ki so izgubili življenje v iskanju svojih sanj, spomnimo se, da moramo ceniti vsak trenutek in nikoli ničesar jemati za samoumevno. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Ostanite drzni in živite pogumno.